Spoštovani gosti, profesori, dragi dijaki. Prisrčno pozdravljeni na današnji okrogli mizi z naslovom Slovenija socialna ali socialistična država. V pogovoru se bomo dotaknili definicije socialne države, davkov, stanovanjske problematike in še marsičesa. Vse naštete teme nimajo enoznačnega odgovora, zato smo medse povabili goste, predstavnike politike in stroke, ki nam bodo z različnih strani osvetlili problematike in odgovarjali na vaše vprašanja. Na začetku bi rad poudaril, da smo se vsi zbrali tukaj, ker želimo čim boljšo, čim bolj pravično državo Slovenijo. Zavedamo pa se, da imamo različne poglede na možne rešitve in ukrepe. Verjamemo pa tudi v moč dialoga in poslušanja drug drugega. V tem duhu vabim tudi vas, poslušalce, da prisluhnete pogovoru in razmišljate, kako se ta tematika dotika vas. Na koncu pogovora bo priložnost tudi za vaše vprašanja. Če želite postaviti vprašanje enemu ali več gostom, skenirajte QR kodo na projekciji. Mislim, da lahko zdaj predstavimo naše goste. Torej, dober dan, pa hvala še enkrat, ker ste prišli. Z nami so gospod dr. Rok Spruk, ki je izredni profesor in je diplomiral leta 2010 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in kmalu začel z delom na Evropskem podjetniškem inštitutu v Bruslju. Leta 2012 se je vpisal magistrski program na Ekonomski fakulteti v Utrechtu na Nizozemskem, kjer je tudi magistriral. Leta 2016 je doktoriral iz kvantitativne ekonomske zgodovine na Univerzi v Utrechtu. Trenutno je izredni profesor na katedri za ekonomijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ukvarja se z novo institucionalno ekonomijo, uporabno ekonometrijo in drugimi področji. Je član Ameriškega ekonomskega združenja, ekonometričnega društva in več drugih strokovnih združenj. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim nagrado Young Scholar Prize na konferenci o mednarodnem pravilu in ekonomiji v Ankari in nedavno tudi Bergosonovo nagrado, ki jo podeljuje Društvo za primerjalne ekonomske študije. Gospod. Z nami je tudi gospod Dan Juvan. Praviloma naj bi prišel gospod minister Luka Mesec, a se zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti, namesto njega pa je prišel gospod Dan Juvan, ki je leta 2016 diplomiral iz filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta je postal strokovni sodelavec v poslanski skupini Levica na področju dela, socialne države in izobraževanja. Od državnozborskih volitev leta 2022 pa je državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In še gospod Janez Cigler Kralj, ki je diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani politolog. Leta 2006 se je zaposlil v državnem zboru kot strokovni sodelavec za odnose z javnostmi pri poslanski skupini Nova Slovenija. Od leta 2015 je predsednik Združenja delavcev stranke Nova Slovenija in od leta 2019 član predsedstva Evropskega združenja krščanskih demokratičnih delavcev. Leta 2022 je postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od državnozborskih volitev leta 2022 dalje pa je poslanec v državnem zboru in predsednik poslanske skupine Nova Slovenija. Jaz predlagam, da kar začnemo z našim prvim vprašanjem in bi se najprej dotaknili našega naslova, torej Slovenija socialna ali socialistična država. Ustava Republike Slovenije pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Kje se po vašem mnenju konča socialna država in začne socialistična? Je meja v višini davkov ali v stopnji državnega lastništva? Kje je Slovenija sedaj in kaj je naš oziroma vaš cilj? Pa bi najprej povabil oba predstavnika politike, da podata svoje mnenje. Lahko kar vi začnete, gospod Ivan. Hvala za te uvodne predstavitve in vsem lep pozdrav, da ste prišli. Upam, da ste tukaj po svoji lastni volji in ne po diktatu vaših profesorjev. Mogoče uvodoma, jaz socialistično državo razumem v tem, da je vsaj del proizvodnih sredstev, torej del gospodarstva,
v lasti, rečemo, države ali pa javnosti ali pa skupnosti in ne v lasti zasebnega kapitala. To je, mislim, da osnovna definicija socialistične države, da ima ene velike dele svojega gospodarstva, tiste, ki so za njo recimo strateškega pomena, v javni lasti. Iz tega vidika Slovenija nikakor ni socialistična država. V Sloveniji vlada tako imenovano načelo korporativnega upravljanja, moramo slediti evropskim pravilom prostega trga, tako da mislim, da Slovenija se umešča v samo jedro liberalnih kapitalističnih držav in nima niti ene prvine socializma. Na drugi strani pa je socialna država nastala po drugi svetovni vojni kot odgovor na socializem, kot odgovor na to, kako lahko kruta kapitalistična država ponudi evropskim prebivalcem neko kompenzacijo za to, da so recimo niso lastniki produkcijskih sredstev ali pa da ne pride v Evropi do revolucije, je nastala socialna država. Socialna država ima seveda več vidikov, verjetno se bomo o njih še naprej pogovarjali. Jaz mislim, da Slovenija je socialna država, jaz sem na to izredno ponosen, da je Slovenija socialna država. Kasneje, ko bomo prišli do davkov, bi mogoče nek anekdotni stavek povedal, ne? Vsi bi radi davke plačevali v Monaku, storitve, rodili bi radi, svoje vrtce bi v šolo vpisovali po Sloveniji. Ja, dober dan vsem, hvala za vabilo in da ste prišli. Sam bi mejo med socialistično in socialno državo postavil na ravni svobode oziroma prisile. To sta osnovna dva principa, ki določata, lahko rečem, tip države, demokracijo, stopno demokracije, in na nek način je tu razlika med pojmovanjem koncepta države, kot si ga predstavljamo recimo v ideologiji krščanske demokracije, ki nam je vodilo družbeni nauk cerkve, in na drugi strani tega, kar je kolega predhodnik pač razložil, to je pa koncept levice. In sam menim, da je Slovenija trenutno nekje na prehodu iz socializma v socialno državo, sicer kot aktualni in operativni politik, opozicijski, seveda moram biti kritičen, do zadnjih 4 let mislim, da je tu bil zastoj v tem prehodu, celo morda koraki nazaj. Utemeljujem pa to s tem, z odnosom aktualne oblasti do svobode izbire. In sicer na področju recimo zdravstva, na področju zasebnega šolstva, ki je v javni mreži, na področju odnosa do zasebnih vrtcev v javni mreži in do pravzaprav vsega zasebnega. Pa se bom tu ustavil, da ne bom preveč aktualno političen, ker vseeno danes razglabljamo o konceptih. Ampak tu bi jaz iskal mejo in razlikovanje med socializmom in socialno državo. Nasploh v krščansko-demokratskem konceptu ali pa v družbenem nauku cerkve je pa socialna država logična izpeljanka iz nasploh notranje potrebe po združevanju v skupnosti. Torej, v vse skupnosti. Temeljna skupnost je skupnost dveh, moža in žene, in potem ustvarjanje družine, darovanja za druge, potem združevanja v žlahto, v sorodstvo, v lokalne skupnosti in ne nazadnje v državo in potem tudi v naddržavne tvorbe. In socialna država, socialni vidik te države, teh skupnosti je nujno povezan s tem, da pač po družbenem nauku cerkve in po notranji motivaciji poskrbimo za tiste, solidarno poskrbimo za tiste, ki pač ne zmorejo prispevati toliko kot drugi. Hvala. Gospod dr. Spruk, za vas vprašanje. Ali obstaja empirična točka preloma, ko socialna država zaradi previsoke javne porabe postane cokla gospodarske rasti? Ja, najprej hvala lepa za povabilo in za uvodne besede. Tudi lepo vas videti v tako velikem številu. Včasih bi si človek želel, da bi bila predavanja tako polna, tako kot je tale naša problemiza. Ja, zdaj seveda gre za zelo zanimivo vprašanje. Se pravi, za nas ekonomiste seveda pač zanima večino časa, ko operiramo z gorami podatkov, pač zelo preprosta razmerja. In ena izmed teh razmerij je tudi ta, ali je delež vlade v gospodarstvu, ki ga merimo, se pravi s tem,
kolikšen delež bruto domačega proizvoda zdaj ustvari država, ne, ali kolikšen delež seveda bruto domačega proizvoda država porabi za dobrine, za storitve, za delovanje javnega sektorja. Ne. Pa tukaj seveda vidimo nekako, jaz temu pravim, krivuljo obrnenega uja. Ne. Se pravi, če imamo zdaj na enem ordinati, se pravi gospodarsko uspešnost, druge pa delež države v gospodarstvu, vidimo nekako, saj da izkušnje držav OECD so pokazale, da ukolikor delež države v bruto domačem proizvodu preseže 35%, nekje med 33 in 35%, potem seveda se stopna gospodarske rasti, ne, in tudi inovacijska dejavnost počasi zavre. Ne. Vprašanje pa tukaj je seveda tudi takšno, ali je to v času stabilno. Ne. In seveda tukaj mi vidimo, da v času nekako, ko so predvsem zahodnoevropske socialne demokracije, ali pa kako jih imenujemo, liberalno socialne demokracije, predvsem v 80-ih, 90-ih letih, ne, prehitro presegle to točko 35%, ne, je prišla seveda gospodarska cena, nižja gospodarska rast, ne, manj inovacij, ne, tudi počasnejša rast produktivnosti. Ne. Ker moramo vedeti, da dokler, če ima družba, ne, se pravi, s katero, in to je danes tudi v bistvu velika težava, ne, zahodnih družb, ne, ali je pač konstrukt socialne države preteklost. Ne. Vidimo, da v zgodovini so vedno, se pravi, kako bi rekel, socialne države propadale takrat, ko so izgubile gospodarske temelje, ko je bila rast produktivnosti preniska, ko je bila stopnja gospodarske rasti preniska. Ne. In tudi tukaj moramo videti, da danes, ne, sem naredil pač izračun in se pač vprašal, ne, kakšna pa bi bila zdaj stopnja, se pravi, kakšne bi bile ekonomske posledice zdaj, se pravi, tega, če bi, se pravi, obseg državnega aparata, pa to govorim za vse države OECD-ja, ne, zmanjšali, se pravi, vidimo, imamo velike razlike, ne, recimo Francija ima, po meni dosegljivih podatkih, če se ne motim, delež države predstavlja 52% bruto domačega proizvoda, ne, kar je ogromno. Ne. Skandinavske države so imele v 80-ih letih še večji delež, ne, dokler so potem socialdemokratske vlade spoznale, da je v bistvu obseg javnega sektorja preprosto prevelik. Ne. In zaradi tega je danes, sem se pravi z izračuni malce poigral, ne, če bi Slovenija imela, se pravi, delež velikosti javnega sektorja na povprečju OECD držav, bi imeli v 10 do 15 letih, ne, sem pač poračunal nekako za 20% večji bruto domači proizvod in po produktivnosti bi zaprli vrzel, se pravi ta zaostanek, ki ga imamo z Evropsko unijo. Ne pomeni pa seveda zdaj tudi to, da moramo iti v, se pravi, v radikalno krčenje obsega države. Ne. To tudi danes vidimo pri nekaterih politikih, ne, ki pravijo, veste, da zdaj pač moramo pa imeti res eksistencialno minimalno državo. Ne. Socialna država obstaja, ne, mora seveda pač obstajati zato, kot je bilo tudi že omenjeno z obeh strani, se pravi, da pomaga tistim, ki jih pač seveda tržna igra pusti za sabo, ne pomeni pa to seveda pač, da to lahko postane aparat, s katerimi se seveda pač interesne skupine nekako hranijo svoj žep, tako ali drugače. Ne. In tukaj vidimo, da seveda pač zahodne države tukaj so šle mogoče, ne, v 20. stoletju, po prvi polovici 21. stoletja malce predaleč. Ne. Ker kaj smo videli? Ne? Videli smo, da danes zunanje spremembe, s katerimi se soočamo, predvsem geopolitične spremembe, ne, grožnje, ki jih predstavlja Iran, ne, vidimo, kaj počne seveda pač ZDA v svetu za Trumpovo politiko, ne, evropske države so bile na to nepripravljene in zaradi tega, ker je obseg javnega sektorja in obseg države tako velik, nimajo manevrov, kako več vlagati v obrambo, več v kibernetsko varnost, več v energetsko varnost, zato ker vsi dodatni fiskalni izdatki nam to potem samo še pač povzročajo stroške in nam seveda pač zmanjšujejo samo gospodarsko uspešnost. Ne. Zato je pač, kako bi rekel, vprašanje iskanja optimalne točke nekako igra med scilo in karbido. Ne. Se pravi, optimalna točka definitivno obstaja, to nam pač pokažejo empirične analize, ne. Moramo pa kot družba si prizadevati, se pravi, dve stvari. Ne. Se pravi, da nihče v družbi ne brska po smeteh, ne, zato da se preživi, ne, ker v 30 letih so tako prišli nacisti na oblast v Nemčiji in fašisti v Italiji. Ne. Po drugi strani pa, da pač državni aparat je učinkovit, fleksibilen in ne prevelik. Ne. In seveda iskanje tega je pa ravno tako znanost kot umetnost. A je kakšna replika na to? Mogoče lahko na kratko, ne, sej, tudi vsi ekonomisti nimajo enakega pogleda, ne, iz vidika, kakšen je vpliv prisotnosti države, bodisi v gospodarstvu, bodisi v javnih politikah na splošno blagostanje države, tudi le so mnenja lahko različna. Bi pa mogoče samo to poudaril, da eno je govor državnega dela v gospodarstvu in tam pride do vprašanja,
firme, ki imajo večinski državni del, v kakšnem interesu delajo, ker zdaj v našem okvirju zakonodajnem, ne pa recimo tudi korporativnem, se te firme v resnici ne smejo razlikovati od navadnih firm na trgu. In jaz vidim to kot coklo. Jaz mislim, da če ima država v lasti recimo Slovenske železnice ali pa mogoče Petrol in tako naprej, da bi mogle te firme delati tudi v interesu, v lokalnem interesu ali pa v interesu Republike Slovenije, kar je pa v resnici skoraj da prepovedano znotraj pravil, ki obstajajo. Drugo vprašanje pa je seveda, koliko ima država močne javne sisteme. Javni sistemi, to recimo javno zdravstvo, sociala, šolstvo, jaz tega ne vidim kot gospodarstvo. To zame ni gospodarstvo in mislim, da ne sme po istih principih delovati. Ne sme delovati po principih akumulacije kapitala, ne sme delovati po principih profiterstva. Zato imamo mogoče kdaj nasprotna si stališča za recimo stranko, kot je NSI, na področju zdravstva in šolstva, ker mi tega ne radi mešamo. Ne radi vnašamo zaseben interes po profitu, kar je legitimen interes vsakega kapitalističnega subjekta, je legitimen interes, da zasluži. Vprašanje pa je, ali to željo po zaslužku in motivacijo bomo v Sloveniji spustili v sisteme, ki so bili do zdaj javni in dostopni za vse. In tudi z vidika socialne države. Moderna socialna država ni utemeljena na nekem usmiljanju do revnih ali pa na temu, da mora nekdo izkazati, da si zasluži našo pomoč. Gre za to, da je socialna država urejena sistemsko, na način, da je prav vsakemu izmed nas zagotovljena neka varnostna mreža, brez nekega obsojanja ali pa brez tega, kot je bilo mogoče, včasih je imela cerkev to vlogo in hvala Bogu, da jo je imela, ampak je igrala na, mislim, utemeljeno je bilo to na usmiljanju. Pri nas je zdaj to utemeljeno na ustavnemu načelu tega, da ima vsak pravico do socialne varnosti. A smem? Na kratko. No, se je še gospod Rok pol tudi prijavljen. Bomo začel od zadaj, cerkev to še vedno zelo dela. Pa ne na usmiljenju, ampak na temeljnem principu osnovnega človekovega dostojanstva čisto vsakega bitja. Ne? In sam menim, da je to ena osnova, na kateri pravzaprav je ključna razlika med pogledom krščanske demokracije na urejanje družbe in pa pogledom recimo bolj radikalno levem pogledu, ki ste ga predstavlja. Ne? Ker ko se je tu, bi rekel, začelo rezati pomen čisto vsakega človeškega bitja in dostojanstva tega bitja, torej ultimativnega dostojanstva, ki se mu more priznati, ne? Takrat se je začelo, lahko rečem, sesuvati tudi vse drugo potem, kar pride zraven v nadgradnji. Zdaj, glede vloge, ali pa tako bomo rekli, glede partnerstva in sinergij zasebnega in državnega, ali pa ki je oboje skupaj lahko javno, a ne? To je ključno. Jaz mislim, da se tu tudi zelo razlikujemo, bomo rekli levi in pa desnosredinski, če poimenujem tako naša dva koncepta. Vidim, da levi razlagalci razmerja javnega in zasebnega v državi, v družbi, ne gledajo na uporabnika nekih storitev, ki jih je pa država pač dolžna zagotoviti, zdravstvene storitve, dolgotrajna oskrba, izobrazba, vzgoja v vrtcu in tako naprej, ampak gledajo na sistem. Torej, tu je razlika med nami. Za kolege iz levice je bolj pomemben sistem in on pravi, kolega je rekel, da nikakor ne smejo po njihovem spustiti zasebnega interesa in pa pridobivanja dobičkov v javno. Ne? Ampak to je, poglejte, to je v temelju taka rigidnost, ki popolnoma spregleda potencialnega uporabnika teh sistemov. Mi pa imamo državljanke pa državljane in če predpostavimo, da so svobodni v izbiri in tako naprej, mora država po našem konceptu to izbiro tudi omogočiti. Ne? In lejte, niso čisto vsi srednješolci na škofijski klasični gimnaziji, tudi niso vsi na Želimlem, niso vsi na gimnaziji Šiška. Načeloma ste se svobodno odločili skupaj s svojimi starši za tisto šolo, ki je po predstavitvi, po tem, kar je bilo napisano, bili ste na dnevih odprtih vrat in tako naprej, ste se svobodno odločili. Po našem mnenju je država dolžna omogočiti čim večjo izbiro, da lahko nekdo, ki išče neko storitev, pride čim prej do storitve, ki jo v največji meri pač, če je to
državno zagotovljena storitev, ki jo država zagotavlja, in da je ta storitev tudi vrhunska, na čim višjem nivoju. Zdaj, mi pa imamo v javnih mrežah zdravstva, šolstva, dolgotrajne oskrbe in tako naprej, tudi zasebnike, ki sodelujejo po pogodbi z državo, se reče koncesijska pogodba, v tej javni mreži pod istimi enakimi pogoji, kot pa državno ustanovljeni zavodi. To se nam zdi v redu. Zato, ker zasebnik, ki podpiše to pogodbo, sprejme pogoje, kot so za državno ustanovljene entitete, in potem je tudi podvržen enakemu nadzoru in enakim standardom. In običajno to prinese zelo veliko obogatitev in večjo možnost izbire. In to je ključno. To je ključno. To mora država zagotoviti. Ne pa zapirati zaradi sistema. Mi moramo gledati na uporabnika, potencialnega uporabnika, da ima čim večjo izbiro in mu to omogočiti. Seveda pa država določi pravila igre, pogoje in tudi izvaja potem nadzor. Kar se pa tiče državnega lastništva, je pa zelo stvar v tem. Glejte, nam velikokrat lepijo, krščanskim demokratom, da smo proti državnemu lastništvu povsod. Če kaj, so nas številne krize, nazadnje COVID kriza, ko je padlo vse, oskrba s hrano in tako naprej, z drugimi zdravstvenimi pripomočki in tako naprej, so nas naučile, da ene ključne zadeve je vseeno treba ohraniti v državni lasti. Strateška področja in oskrba s hrano je gotovo strateško področje. Drugo je pa vprašanje, kako imamo mi razvite institucije upravljanja s temi deleži države v gospodarstvu. Zato, ker vse prevečkrat, in tu smo vsi odgovorni, ki smo do zdaj bili v vladah, pač so to bankomati in uvodne poti za financiranje nekih lahko rečem, kvazi nevladnih organizacij ali pa nekih podaljšanih rok, lahko rečemo, neke politike. In to pa je treba preprečiti. Gospod Juvan, ste rekli še kratko repliko, 30 sekund, pa še gospod Spruk potem. Ja, če bom probal biti kratek, ker tudi načeloma sem malo krajši. Rečeno je bilo, da moja razprava nekomu odreka neko osnovno človekovo dostojanstvo, ker huda obtožba, mogoče v nadaljevanju bo to malo bolj pojasnjeno, nikakor. Sistem je tukaj, da prav vsakega, ne glede na njegove osebne okoliščine, na njegovo veroizpoved, na njegov položaj v družbi, ujame takrat, ko pade. Tukaj ne odrekamo nobenemu dostojanstva. Drugo, glede zasebnih izvajalcev. ZDA, mogoče me bo kolega ekonomist popravil, v ZDA imajo javne izdatke za zdravstvo največje na svetu per capita. Medtem izdatke za zdravstvo imajo največje, v redu, celotne izdatke za zdravstvo imajo največje na svetu, medtem ko je njihovo zdravstvo popolnoma nedostopno za ogromne dele njihove družbe. Hočem povedati, da vkolikor zasebni izvajalci izvajajo zdravstvene storitve ali katerekoli druge storitve v javni mreži, mora biti tam zelo jasni pogoji takega izvajanja. Nikakor se ne smemo spustiti zato, da bi tržna logika v celoti prodrla v te sisteme, ki so do zdaj javni. Tudi javna mreža z javnimi izvajalci zagotavlja storitve za prebivalce. Vkolikor so v tej javni mreži luknje, je načeloma neproblematično, če to luknjo zakrpajo koncesionarji, zasebni izvajalci pod jasnimi pogoji. Problematično pa postane, ko država koncesijsko izvajanje teh storitev vidi kot primaren način nudenja javnih storitev za državljane. Hvala. Še kratko. Mogoče gospodu Spruku, ker že Bomo tle končali, še gospod Spruk bo povedal, potem smo premaknili na naslednje vprašanje. neposredno repliko z primerom na kolega Jovana. 10 sekund. Ja, najprej se pravi, glede to, kar ste omenili, se pravi glede ekonomistov. Ne, pač, ko nas člane Ameriškega ekonomskega združenja vsako leto imamo pač anketo, ne, in v tej anketi nas vprašajo, ali se strinjamo z določenimi trditvami. Ne. In ena izmed trditev je tudi ta, ne, ali se na podlagi naših lastnih analiz in raziskav seveda pač strinjamo, da preveč države pretežno škodi gospodarstvu. 98% ekonomistov naše profesije se seveda s tem brezpogojno strinja. Ne.
Kar pa seveda je pač, kar je bilo pomenjeno glede zdravstva, ne, moramo pa nekaj vedeti. Ja, seveda, lejte, pač ameriški zdravstveni sistem pač ima hude sistemske pomanjkljivosti, ampak ne zaradi tega, ker je zasebni, zaradi tega, ker operira preko tretjih posrednikov. Ne. Vi dobite v bistvu pač, imate v ZDA recimo, če ste zaposleni, imate zelo radodarno zdravstveno zavarovanje, ampak vi to ne plačate direktno izvajalcu vaših storitev, plačate zavarovalnici. Ne. In potem seveda znotraj te sistemske luknje postane tretji posrednik, ki ima spodbudo napihovati zavarovalne premije. In iz teh zavarovalnih premij pa seveda nastane ta anomalija, ki je bila omenjena, izrazito visoki zdravstveni izdatki. Ne. Tip lastništva javno-zasebno tukaj nima. Recimo Švedska je šla v 90-ih letih v delno privatizacijo javnega zdravstva. Sistem se je izkazal zato, ker je imel institucionalna varovala za stroškovno učinkovit in uporabniku prijazen. Ne. Tako da imate varianto, da naredite javno zdravstvo zelo neučinkovito, zasebno zdravstvo zelo neučinkovito ali pa javno-zasebno zelo neučinkovito. Vprašanje je, ali so spodbude ustrezno uravnovešene. Ali imate vi kot uporabnik pravico izbrati in da preko te izbire ne sodeluje kdorkoli, ki je tretji posrednik in ima sposobnost. Najprej to, recimo pa vam povem primer. Mojemu soavtorju je bil na George Mason University na gostovanju. Ne. Imel je bronhitis. Ne. In šel je k zdravniku kot bronhitis. Ne. Za 10 minut pregleda, ne, mi je povedal, da so mu naredili vse možne teste in preiskave, ki jih v Nemčiji, ki je iz Nemčije, pač moj soavtor, niti slučajno ne bi naredili. Za 10 minut pregleda je bil strošek, ki ga je poslala zavarovalnica, $1000. Ne. Zdaj, kaj to pomeni? A da je sistem kot zasebni neučinkovit? Ne, ni zasebno lastništvo pač razlog. Razlog so to, da premije in plačila sprejemajo zavarovalnice in ni porabnik tisti, ki pač lahko izbere. In tukaj je pač težava in ni tukaj to vezano javno ali zasebno. In samo še na kratko glede državnega lastništva. Državno lastništvo danes v svetu postaja pač obsoletno. Ne. Tudi države, ki so v principu marksistično-leninistične, se pravi recimo Ljudska republika Kitajska, ne, zdaj državno lastništvo zelo počasi pač opuščajo. Ne. Celo komunistična partija ima uradno pozicijo, da to je pa nekaj, kar mogoče ni v strateškem interesu. Ne. Imate pa seveda pač, kako bi rekel, še vedno željo, ne, v določenih pač delih zahodne družbe, predvsem aktivističnih krogih, se pravi ta model državnega lastništva pač obnavljati, ampak veste, v dobi umetne inteligence je to zgubljena, niti ne bitka, ampak zgubljena vojna že v izhodišču. Ne. Zaradi tega, ker preprosto je neskladna pač s sodobnim modelom ekonomske organizacije ali v zasebnem sektorju. In tudi moramo vedeti, da javni sektor in zasebni sektor najbolje sodelujeta tako, da sta sinergična med sabo. Ne. In tukaj bi pač v bistvu nekako sem obljubil, da bom kratek. Tako da, ne. 10 sekund. Absurd je, da s tem, ko gledaš na sistem in narediš eno nepremostljivo bariero, v bistvu narediš sistem zelo težko dostopen. Tisti, ki pride do storitve, dobi vrhunsko storitev v slovenskem zdravstvu, ampak zelo težko vstopiš. Zdaj pa, a storitev, ki vam je nedostopna, vam pripada, ampak je nedostopna, a je realna ali ni? In absurd je, da levica, ki se bori za vsakega, da je vsak ima vrhunsko zdravstveno storitev, pač naredi sistem tako nedostopen, da potem mora vsak plačati, če hoče priti sploh v obravnavo. Zdaj pa, a to hočemo? Ne? Ker to je ta absurd ideološkega boja, zasebnega pa javnega, ki ne obstaja v praksi. Hvala. Naslednja tema je davki in beg možganov. Torej, vprašanje za vas, dr. Rok Spruk. Pogosto slišimo, da vrhunski športniki kot Dončić in Pogačar in podjetniki živijo v tujini zaradi davkov. Ali lahko podate primer, koliko procentov Pogačarjevega zaslužka bi prebrala država in koliko bi mu ostalo? Ali je problem le v stopnji obdavčitve ali v tem, da za plačne davke ne dobijo ustrezne kakovosti javnih storitev? Ja, zdaj seveda mi moramo vedeti, da vrhunski športniki, ne, res predstavljajo, se pravi, kako bi rekel, zelo majhen delež pač populacije. Ne. Moramo pa seveda pač vedeti, ne, da potencialno, se pravi, vsi posamezniki, ne, ki veliko zaslužijo, pač so uspeli na različnih področjih, lahko je to šport in znanost, ne, za družbo predstavljajo, se pravi, veliko sinergijo. Ne. Zdaj seveda teh podatkov v Pogačarjevem, da sem na premoženju, nimam, ne, nažalost, veste, pač v Evropi imamo GDPR, ki pač zelo ščiti pač vaše osebne pravice in vašo zasebnost. Ne. Je pa seveda pač res, da poznamo izkušnje drugih držav. Ne. Recimo, jaz vam lahko povem francosko izkušnjo. Francija je leta 2012, ne, v tem nekako cirka post-Sarkozijevem obdobju, ne, uvedla davek na bogate. Ne. Zato, ker je takrat pač premijerka, če se ne motim, Ségolène Royal, verjela, da to bo pa pač pravično, da bodo pač te bogati plačali zdaj seveda pač svoj davek. Ne. In zdaj seveda s kolegi ekonomisti smo šli potem gledati, kakšen je bil pa učinek te davčne reforme na bogate. Ne.
Kaj se je seveda pač zgodilo? Ne? Zgodilo se je v bistvu ravno obratno. Ne? Se pravi, za uvedbo davka na bogate je fiskalni prihodek upadel, imela je Francija v tistem letu zelo velik proračunski primanjkljaj, ne? Povečalo se je davčno izogibanje in točno se pravi beg v te jurisdikcije, ali je to Bermuda, ali je to Monako, ali to se niti ni važno. Ne? Zdaj seveda, veliko bolj pomembno, da se morajo zahodne družbe vprašati, kako pa pač lahko spodbujajo. Zdaj seveda ne morajo iti v model, ki ga imajo arabske države oziroma te zalivske države. Veste, da vi zdaj regresivno obdavčite športnike, ne? Se pravi več kot pri nas, oziroma pa še nižjo odstopno davko. Pač veste, to, če niste pač petroekonomija oziroma pač naftna ekonomija, se ne morete iti pač teh igric. Ne? Lahko pa bi imeli, se pravi, za športnike in za pač vse pač vrhunske strokovnjake, ki so pri nas tudi za inženirje. Ne? Vi morate vedeti, da Slovenija ima v svetu enega izmed najboljših inženirjev. Ne? To pa je rezultat seveda našega v glavnem javnega šolstva, ne? Ker pač pri nas zasebnih fakultet za inženiring, kar je s tem pač jih imamo zelo malo. Ne? In seveda, ko pa vidimo mi zdaj pač, kakšna je elastičnost nas ekonomiste tukaj z njima. Se pravi, če davek povečamo za 1%, kaj se bo zgodilo za emigracijo. Ne? No in študija, ki jo je OECD lani objavil, je pokazala, da če za 10% povečamo davčno obremenitev, ne, se beg možganov poveča še za malce več kot 10%. Se pravi, imamo elastičnost že na ravni 1. Ne? Zdaj, da bi mi temu pač, kako bi rekel, obrnili slepo pego in se pred tem pretvarjali, pač, da ta problem ne obstaja, ni prav. Ne? Boljše je, da pač vrhunski športniki, vrhunski strokovnjaki ostanejo v Sloveniji in da jim ustvarimo stimulativno okolje. Ne? Ki stimulativno okolje pa niti ni samo davčno. Seveda pač so davke en problem. Ne? Veste, ne morete vi vrhunskega strokovnjaka, vrhunskega športnika obdavčiti po takšnih stopnjah, katere ima večina zahodnih držav. Belgija, Finska, Italija, ne? Tudi Slovenija. Boljše je imeti sistem, ki imamo nižje stopne, je predvidljiv, ker izkazalo se je, ko so stopne nižje, davčne stopne nižje, se davčna evazija, se pravi davčno izogibanje, zelo, zelo, zelo hitro zmanjša. Ne? In da seveda ti ljudje ostanejo v Sloveniji, prispevajo seveda pač v slovenski proračun, ampak moramo pa tudi nekaj vedeti. Ne? Vi morate tudi ustvarjati za te strokovnjake idealen ekosistem. Ne? Se pravi, ekosistem, kjer delijo si inovacije z drugimi, kjer hodijo naokoli, ne, se pravi, kako bi rekel, svojim zgledom, ne, prispevajo, recimo, ne vem, imajo košarkarska, nogometna, kolesarska društva. Ne. Ekosistem pa seveda je odvisen v veliki meri od davkov, v veliki meri pa tudi od samih institucij. Ne. Ali vi gledate na športnika ali pa na nekega inženirja, ne, kot na nek vir nekega, kar pravijo mladi fiši, ne, da je to zdaj pač nekaj sumljivega, ne, ali gledate na nekoga, ki lahko seveda pozitivno prispeva v družbi, se od njega učimo in ga sprejmemo seveda pač med nami brez zavisti, brez neušljivosti. Ne. In tukaj pa vidim, da pač zahodne države v zadnjem času zelo, zelo veliko izgubljajo. Ne. Izgubljajo zaradi tega, ker bežijo iz Evropske unije, se pravi start-up podjetniki. Ne. Država kot je Slovenija, sem lahko pač statistike postrežem, ne, sveže od včeraj. Država Slovenija, poleg Madžarske, je edina država v Evropski uniji, ki nima enega globalno omembe vrednega start-up podjetja. Da ni. Zato, ker za mlade je pač, ne, ko vi vidite, s čim se morate ustvariti, ne, pa s čim se morate vsem spopadati, ne, pa ne samo zdaj tukaj ta administrativna davčna bremena, veste, to pa enkrat, da ste pač globalni start-up, so to pač sekundarni problemi, ne. Bolj je problem pač inovacijski ekosistema. Tukaj najdete ideje, a najdete partnerje, a najdete network, se pravi mrežo, ki lahko pač vaše ideje popelje daleč. Ne? Ali imate pač seveda pač to težavo, ki jo imajo zahodne družbe, ki vidimo tudi se pravi v anketah, ne, se pravi naraščajočo zavist do vsakega, ki ima malce več. Ne? In tukaj pa jaz vidim, da so nekako zahodne družbe šle malce predaleč, ne, ker potem je pa seveda, pač veste, za prekomernim davčnim obremenjevanjem, s prekomernim administrativnim obremenjevanjem in tudi v bistvu za moralno klimo v družbi, ne, bodo pa ti ljudje bežali. Ne. Danes so si najdeli Monako, en drugi si bodo najdeli Bermuda, tretji si bodo najdeli, ne vem, Kajmanske otoke, karkoli. Ne. In potem seveda odziv politike, ki smo jo videli na ravni Evropske unije, je bil ta, da bodo šli zdaj davčno preganjati ta tako imenovana davčna nebesa. Ne. Seveda, kot ekonomist, bodimo odkriti. Ne. Tudi ta določena davčna nebesa so se šla v preteklosti sporen fiskalni dumping. Ne. Z tem recimo, ne vem, pa tudi imate primere znotraj Evropske unije, recimo Irska ima neko tako pač izvzetje pač glede pač kapitalskih dobičkov iz Evropske uredbe. Ne. Ampak ni težava v tem, da ne naredimo davčni sistem predvidljiv, enostaven, ne, in enkrat, ko je predvidljiv enostaven, enkrat, ko so stopnje nizke, da nimamo prevelike progresije, ne, istočasno pa tudi ne se pravi drugega ekstrema, se pravi glavarina, ne, takrat vidimo, da je to nekako win-win. Ne. Se pravi, strokovnjaki ostanejo,
Fiskalna politika ima od tega pač veliko korist, ne? Zato ker se v bistvu davčno utejevanje, davčno izogibanje zmanjša, ne? In na koncu dneva talent ostane doma. To je pa tisto, kar želimo, da talent ostane doma in da v bistvu vzgajamo nov talent. Tako da bomo v prihodnosti mogoče imeli kakšen globalno omembo vreden startup. Ne? Pa bi zdaj morda za gospoda Juvana in gospoda Ceklerja Kralja, kakšne rešitve ponuja politika na tem področju? A je poleg davkov mogoče problem še v kakšni drugi stvari? Kako bi vi nekako preprečali beg možganov v tujino, ker sedaj na primer država da 100 000 ali pa še več evrov za izobraževanje nekega človeka, ki gre na to v tujino? Kakšne rešitve ponujate? Okay, mogoče glede športnikov. Ne? Zdaj, mi poznamo peščico primerov, ko so športniki postali davčni rezidenti druge države in mislim, da je bilo neodgovorno, da bi država Republika Slovenija na tem temeljila svojo nacionalno politiko. So tudi športniki, ki so po koncu kariere prišli nazaj v Slovenijo. Recimo, to je primer, mislim, da naše bivše dobitnice zlate medalje Jolande Čepla, ki se je po svoji karieri preselila nazaj v Celje. Imeli smo tudi eno zelo znano influencerko iz ZDA, ki je govorila o tem, kako so davki slabi, potem pa, ko je dobila družino, pa se je tudi nazaj v Slovenijo preselila. Po drugi strani, mogoče je bilo tudi fino imeti neko realno oceno tega, koliko resnično visoko izobraženih ljudi se v Sloveniji izseljuje. Jaz sem danes poskušal na hitro pridobiti podatke na mojem ministrstvu in mi je bilo rečeno, da ima Slovenija v zadnjem obdobju celo majhen neto priliv visoko izobraženih v Slovenijo. Tako da tukaj je bilo fino imeti zelo jasne podatke o tem, koliko velik v resnici je problem z begom možganov visoko izobraženih. Drugo, glede inženirjev. Zanimiva anekdota je bila, ko so delodajalska združenja zahtevala socialno kapico, to pomeni znesek dohodka, nad katerim se prispevki več ne bi dodatno obračunavali in so predlagali, da bi to bilo 3- ali 4-kratnik povprečne plače. Potem pa, ko smo v nekem drugem postopku iskali načine za pospešeno zaposlovanje recimo inženirjev, pa smo mi rekli, da bi se ta pospešeni način odklenil takrat, ko bi šlo za plačo više od povprečne plače, pa so ti isti delodajalci rekli, da je to previsoko, da oni inženirje zaposlujejo za 2000 evrov. Tako da tukaj bi bilo fino jasno povedati, o kom govorimo, kako visoko dejansko plačamo te inženirje. Kar pa se tiče obdavčitve dela, pa tukaj jaz lahko iz vladne strani priznam, predvsem iz vidika Levice, da mi smo pričakovali v tem mandatu iz Ministrstva za finance davčno reformo, bomo pa vedno in povsod zagovarjali davčno reformo, ki bo še naprej omogočila, da lahko vsak v Sloveniji gre študirati, ne glede na njegovo socialno okolje, da ima vsak dostop do zdravstva in da se javne storitve ne okrne. Ker mislim, da kar je privlačno v Sloveniji, je ravno to, da imamo zelo dobro podporo države pri odraščanju za otroke, imamo najnižjo stopnjo revščine med otroki v Evropski uniji. Mislim, da so to neke civilizacijske pridobitve, ki jih je treba braniti in ta civilizacijska pridobitev nekaj stane in to financiramo z davki. Mi se sicer lahko pogovarjamo, si davki enakomerno porazdeljeni, jaz mislim, da so tisti, ki imajo dohodek iz dela, bistveno težje obdavčeni kot tisti, ki imajo pasivne dohodke z kapitala. Mi v Levici in tudi jaz osebno zagovarjam neke vrste integralno dohodninsko lestvico s progresivno obdavčitvijo. To pomeni, da bi se pasivni dohodki iz kapitala in rent in dohodki iz dela obravnavali enako v enotni dohodninski lestvici. Lejte, Tadej Pogačar, malo za šalo, je moj sovaščan, Klanec pri Komendi, ena najslavnejših vasi na svetu trenutno. Dajmo se vprašati, a je Tadej Pogačar karkoli od tega, kar zasluži, ukradel ali pa kar ima? A si on zasluži ta denar? A trdo dela? Skozi dela. Nič ga ne vidimo doma, ne? Skozi dela. A ne? Koliko posameznikov, to je kolega Spruk dobro rekel, ne? To so res, bi rekel, en mali delež, ne? Ki so res, bi rekel, ekstremno drugače se odločili živeti in nosijo vse posledice tega. Ena posledica, ki je gotovo pozitivna, ampak mi večinoma vidimo samo to, ker je bolj vidno, pa bolj poudarjano skozi medije, je tudi visok zaslužek. Ampak on bo to delo mogoče še, ne vem, jaz se ne spoznam na kolesarski šport, še 5 let, potem pa ne bo mogel več imeti takih visokih zaslužkov oziroma si zdaj dela temelje za naprej. Ključno je za mene vprašanje, a si on ta denar zasluži? Ali komorkoli kaj krade. Jaz mislim, da si ga zelo močno zasluži. Zdaj se mora pa država, kot je Republika Slovenija, odločiti, ne?
ali želi od tega denarja, ker on sigurno je pripravljen, ali pa tisti, ki mu upravlja premoženje, je pripravljen nek delež tega premoženja zaslužka plačati v davke in prispevke in tako naprej. Ne? Sigurno ni nikoli rekel, jaz pa ne bom nobenemu nič dal, vse bom imel zase in tako bom poskrbel sam zase, briga me za druge. Ni res, ker poznam, on ima sklad tamle za štipendiranje, ne vem, Martin, mislim, da je letos, kljub temu, da je bilo razpisanih, ne vem, 15 štipendij, jih je 29 podelil ta sklad, ne, in tako naprej, za srednješolsko izobraževanje in tako naprej. Pa ima ekipe in tako naprej, podpira to, kar ste rekli, je zgled, zdrav način življenja, aktivnost in to. Ne. Zdaj se mora pa Republika Slovenija pri Tadeju Pogačarju in podobnih vrhunskih športnikih, znanstvenikih, inženirjih, vseh teh, ki imajo ekstremno visoke dosežke in potem tudi zaslužke posledično odločiti. A želi od tega zaslužka imeti kaj? Država, ali rajš zato, da bije neko bitko proti bogatunom ali bogatašom, ne? Reče, ne, mi bomo pa nabili davke, ker trenutno recimo, ne, pa smo mi to pred 4 leti odpravili, pa smo znižali, pa ste takoj dali nazaj na 50% davk nad enim zneskom, ki sploh ni tako ekstremno visok. Torej, če bi Tadej Pogačar se prijavil kot rezident v Sloveniji, bi mu pobrali 50% njegovega zaslužka. Zdaj pa vi meni povejte, a je to vzdržno, a je to normalno? Meni se to ne zdi normalno in se mi ne zdi, bi rekel, da bi spodbujalo take talente, da ostanejo pri nas. In to je po moje ključ do uspeha družbe, ne? Do tega, kako bi mlade zadržali. Da jim ne daš ti perspektivo, da če bo pa malo bolj uspešen, takle bo ven izstopal, ne? Mu bomo pa pobrali tretjino, pa že kar malo polovico, če bo imel malo večje zaslužke. Nikomur se ne pobere polovico do vsega, kar zasluži. No, po dohodnini, ne? Stopne dohodnine in najvišji razred, ste ga nazaj uvedli, je 50%. Ne? 50% nad tistim zneskom. Ja, tako. Imamo dohodninske razrede. Ampak vse, ja, tako, vse verjamem, da vsi razumemo to. Ne? Ampak to je to, ne? To se moramo vprašati. Kako perspektivo mi damo mlademu človeku, ko se odloča za svoje življenje? In jaz mislim, da jaz imam rajši Tadeja Pogačarja kot rezidenta tu, pa od njega poberem, ne vem, x milijonov za naš proračun, kot pa to, da zdaj nimamo v Sloveniji nič od tega. Ne? Primer kriptosredstva. Glejte, mi smo razmišljali o nekje obdavčitvi kriptosredstev na tak način, da bi bili privlačni, da bi bili na nek način privlačni za vse te imetnike in kako se temu reče, tiste, ki s tem delajo, trgujejo in tako naprej, da bi Slovenijo izbrali kot rezidenta ali pa kot matično državo, da bi s tem trgovali in bi Republika Slovenija recimo nekje med 8 in 10% pobrala od izvedenih transakcij pri kriptosredstvih. Vi, leva vlada, sedaj ste rekli, ne, 25%. Čakajte, imajo sosedne države veliko bolj ugodno ali pa še kaj druge po svetu, ne? In bojo ljudje rajši šli tja. Mi gledamo to, vi ste govorili o ravnotežju, ne, o tem, bi rekel, plesu med kladivom in nakovalom, ne, da iščemo neko varianto, neko srednjo pot, ki bo hkrati zagotovila dovolj sredstev za vse javne storitve, ki jih moramo zagotavljati, ne, dostopno zdravstvo, ampak res dostopno, kolega Juan, res dostopno, ker zdaj ni dostopno. Poznam vsaj 2 človeka, ki ste jim na svet večer 24.12. z uredbo vlade, tudi vaš minister je glasoval za njo, ne, ste jim za, mislim, da 1050 dni, tako so jim napovedali izvajalci, ker ste prepovedali, ker ste koncesionarjem prepovedali izvajati programe nad eno kvoto, ste jim za 1050 dni in še več tisoč tem bolnikom ortopedskim podaljšali čakalni rok na operacijo. 24.12. je bila uredba vlade, ki je koncesionarje ustavila. In so samo ljudje, ki so imeli januarja, februarja napovedane operacije, obvestili, taka je čakalna doba za ramo 650 dni in tako naprej. To je to, no. Dajmo se premakniti, boste kakšno repliko. Zdaj, vendarle, marsikdo tega ne ve v javnosti, pa tudi mogoče kdo izmed vas čist konceptualno, kako deluje dohodninska lestvica. Ne? Ni tako, da ko nekdo doseže nek visok dohodek, da potem se mu polovico vzame. Na
na prvi znesek dohodka, recimo tako za namene tega argumenta, 10 000 evrov je stopnja nizka, recimo 8%, potem samo 1000 evrov nad je potem višja stopnja. Torej nekdo, ki je obdavčen po najvišji stopnji, ni obdavčen 50% svojega dohodka v svoj dohodek, ampak samo na tiste evre, ki presegajo najvišjo tisto dohodninsko stopnjo. Torej smo vsi nekako isto obdavčeni. Mojih 10 000 evrov pa 10 000 evrov od nekoga, ki ima najvišje dohodke, sta isto obdavčena v prvi dohodninski, potem pa tisti, ki ima več, je za tisto več obdavčen, ne pa za vse, kar ima. To je eno. Drugo bi pa rekel glede enotne obravnave pa koncepta, kaj je to uspeh. Uspešna oseba v Sloveniji je tudi tista, ki recimo poučuje zgodovino na tej gimnaziji. Uspešna je tudi tista oseba, ki dela v bolnici. Uspešna je negovalka, uspešni so gasilci, uspešni so policaji, uspešni so vsi te, ki družbo po konci držijo. Ne zdi se mi pošteno, da imamo neko davčno obravnavo za nekatere ljudi, ki so uspešni po nekih drugih gabaritih, recimo visoko skačejo ali zelo hitro se vozijo s kolesom, za tiste ljudi, ki pa imajo zelo pomembno funkcijo v tej družbi, se upravičujem, imamo pa drugo davčno obravnavo. Jaz bom zagovarjal enotno obravnavo za vse, ki prispevajo k tej družbi. Zdaj vem, da tudi politika rada pomaga športnikom in se rada kaže v tej luči, ampak mi smo tukaj, da skrbimo za tiste temelje družbe, ki so vendarle bolj pomembni od športa. In kot sem rekel uvodoma, gre za peščico primerov, ki bodo vedno našli neko davčno oazo. Slovenija ne sme tekmovati z davčnimi oazami ali pa z državami z absurdno nizkimi davki, zato da bo odgovorila na vprašanje ene majhne peščice ljudi. Toliko mogoče kot moj argument. Hvala. Ampak ta rigidnost pripelje do tega, da raje nič nimamo, a ne? Ker so oni rezidenti drugih držav, kot pa da bi pobrali neko razumno stopnjo od vsega. Pa še nekaj. Nobenemu od teh, ki ste jih našteli, ne odrekamo vrhunskosti. Mislim, na nek način, če vsak najde svoje poslanstvo, svoje mesto, kjer svoje poslanstvo pa se osebno in karierno lahko izpolnjuje, je v bistvu že uspeh v življenju. Ne? To je ključno, ne? Da to najdemo. Ampak nekateri pač to vemo, so sposobni več. In pač gasilec, prodajalka in tako naprej so zelo spoštovani, njihovo delo je zelo pomembno, ampak točno vejo po pogodbi, koliko bojo zaslužili in tako naprej. Vi in jaz, kolega Juan, zasluživa, ne vem, koliko, 60 000 na leto, a ne? Ampak Tadej Pogačar pa malo več zasluži, no? In ni drugače obravnavan. Mislim, zdaj je po moje nepravično obravnavan za dohodke nad najnim dohodkom. Jaz pa mislim, da. Gospod Spruk, boste še na kratko. Zdaj, davki, ki se pa davčne reforme, sprašujemo, kakšni naj pa bodo pač davčne stopnje, kakšen pa naj bo pač davčni sistem. Zdaj, ko sem jaz naredil pač analizo na podlagi splošnega ravnovesja, sem nekako prišel do sledečega predloga. Ne. V Sloveniji bi mogli imeti, po mojem mnenju, se pravi sistem 2 stopenj, nižja in višja. Ne. Nižja bi bila recimo določena pri 16%, višja pri 33%, prag olajšave krepko dvignete, zato da v bistvu pač tiste, ki so res na dnu, nekako jih ne pustite zadaj. Predlog bi bil seveda pač fiskalno nevtralen v Sloveniji, bi pa mogla seveda pač katerakoli vlada, zdaj ena ali druga, se pravi popustiti pri deležu pač izdatkov pri proračunski porabi za vsaj 5 odstotnih točk. Imate fiskalno neutralen predlog. Pol ni neutralen. Kako? Pol treba rezati. Če zrežete 5%, imate potem fiskalno to ni neutralno, ne? To pomeni, da moramo rezati 5%. Ne, poglejte, načelo fiskalne politike je vedno isto. Če vi uvedete nek davek, ne, morate zato, da pač neutralizirate pač ta učinek na gospodarstvo, morate nekje popustiti pri izdatkih. In če znižate seveda pač izdatke nekje, ne, je potrebno pač nekako kompenzirati pri pač dodatnih davčnih stopnjah. Vprašanje pa seveda je, katere davke pa mi želimo pač uvesti. Ne. Davki na kapital, davki na delo so pretežno distorzijski, se pravi, kaj to pomeni. Ne? Zmanjšujejo motivacijo, zmanjšujejo talent, zmanjšujejo tudi trud in elan, ki ga pač ljudje imajo. Ne? Davek na kapital v bistvu pač obdavčiti po zelo visoki stopnji je nekaj najbolj neumnega, zato ker kapital in talent sta dva najbolj mobilna proizvodna dejavnika. Ne? In v bistvu, če vi zdaj to ga potem zelo hitro in visoko pač obdavčite, bodo šli pač dolgam in na slabšem bo proračun, na slabšem bo seveda pač tudi v bistvu sama družba. Ne? In istočasno moramo tudi nekaj vedeti. Ne? Boljše pa je, kot ekonomisti, ne, pač pravimo, da v bistvu obdavčiti potrošnjo, ne, je pa manj škodljivo, kot pa obdavčiti zdaj delo in kapital. Zakaj? Zato, ker te davke je lažje pobirati in seveda pač povzročijo tudi v bistvu pač sami družbi in sami posameznikom nekako v bistvu manjšo škodo, kot pa seveda pač davki
na samo delo. Ne. Moramo vedeti, sistem 2 stopenj je, kako bi rekel, pač z vidika je tudi means tested, ne, se pravi je preverjen. Ne. Moramo pa seveda pač tudi vedeti, ne smemo pa dopustiti, ne, tudi to je bilo preomenjeno, se pravi glede kriptovalut. Ne. Glede kriptovalut v bistvu bi lahko pač, v bistvu tukaj je pač pomislek, s katerim se jaz seveda strinjam, ne, je ta, da v bistvu Slovenija lahko hitro postane pač parkirišče za takšen in drugač pač sumljiv kapital. Ampak tudi to lahko preprosto rešite. Ne. Vi greste pogledati, recimo zadnjič sem pogledal zunanjo politiko Slovenije, koliko je sprejela v zadnjih 4 letih bilateralnih investicijskih sporazumov, ki tudi urejajo kriptovalute. Nič. Ne. Smo pa odprli ambasado Irana v Ljubljani. Veste, to pa mene resno skrbi. Ne. Zato, ker ko pa imate enkrat države za sumljivim izvorom, to so Iran, Rusija, Belorusija, mogoče še kakšna druga, potem pa seveda pač lahko recimo tudi države bivše Jugoslavije, predvsem Bosna in Hercegovina in Srbija so šle v to smer, da so postale parkirišče, ne, za to premoženje. Temu se mi pa zdi seveda na eni strani, da moramo imeti dober zakonodajni okvir, kot ga imamo, in seveda tudi druge standarde, ki nam jih nalagata OECD in je še ukrepiti za to, da do tega ne pride. Ne pomeni pa to seveda zdaj to, da moramo seveda pač novejše oblike finančnih tehnologij in transakcij pač po visoki stopnji obdavčiti, ker če bo previsoko to obdavčeno in ekosistem ne bo dovolj dobro naravnan, bo Slovenija tukaj izgubila. Ne. In tega si pa seveda pač ne želimo, da postanemo zopet zadnje parkirišče v sami Evropi. No, jaz predlagam, da se premaknemo k naslednjemu vprašanju, ki mislim, da bo zelo zanimalo naše poslušalce, in sicer tematika stanovanjske politike. Mladi se danes soočamo z visokimi cenami stanovanj in negotovimi zaposlitvami. Pa mogoče, gospod Juvan, zagovarjate to, da država postane največji gradbenik, ali menite, da bi morda morali spodbujati zasebni trg? Kaj je država v zadnjih 4 letih naredila na področju stanovanjske problematike? Zdaj mogoče uvodoma, ker vem, da so kritike našega recimo stanovanjskega programa, ker vlagamo v javno stanovanjsko gradnjo za nek neprofitni najem, v tem sej mladi si želijo svojega stanovanja. Ne. Ta sentiment se razume in mislim, da tudi Slovenija teži k temu, da bi vsak let imel svoje stanovanje. Dejstvo pa je, da je nek javni najemni fond hrbtenica stanovanjskih politik in tudi Evropska komisija vidi to kot hrbtenico stanovanjskih politik in mislim, da je prav, da ta opcija obstaja in predstavlja neko hrbtenico stanovanjske politike v Sloveniji. Zato, ker znotraj tega lahko nekateri trajno rešujejo svoj stanovanjski problem, veliko teh pa tudi začasno, dokler se na noge ne postavijo, postanejo dovolj kreditno sposobni, da lahko grejo na svoje. Zdaj, tukaj mislim, da je ta vlada naredila velikanske korake naprej, ki pa seveda ne bodo kar jutri vidni. Ne moramo seveda zgraditi 10.000 stanovanj v enem mandatu, smo pa zgradili 2.000 stanovanj, pa še 2.500 je takih, ki so v fazi gradnje. In v te namene smo namenili rekordna sredstva, proračunska sredstva govorim. Od leta 2012 do danes, mislim do 2022 je bilo namenjenih za ta namen 13,8 milijonov iz državnega proračuna, zdaj jih je pa 226 milijonov iz državnega proračuna, zato namenjenih s tem, da imamo še 115 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, 5 milijonov z podnebnega sklada in 65 milijonov ugodnih posojil pri SID banki. In stanovanjski trg skupaj z skladi državnimi in regionalnimi so začeli en največji cikel gradnje javnih najemnih stanovanj v zgodovini Republike Slovenije, ki bo svoje rezultate na dolgi rok seveda mogla pokazati, ker bo to vendarle moglo zbiti ceno na trgu in pa dati tudi neke opcije ljudem, ki zdaj nimajo. Poleg tega bojo stanovanja namenjena za mlade in to čisto pri vsakem razpisu. Zdaj so imeli skladi opcijo narediti razpis za mlade, zdaj bo prvič v zgodovini, da bo to, da si mlad, postal kriterij, da lažje pridobitve stanovanja na vseh razpisih, vseh stanovanj, ki bojo šli in so tudi relativno dobro razporejena in razpršena po Sloveniji te gradnje. Pa še nekaj bi rad povedal, ne gre za socialna stanovanja, ne gre za stanovanja za socialce, socialni rob. Mi delamo model po vzoru nekaterih zahodnih držav, kjer se cilja vse prebivalce, srednji sloj, tako da tukaj dejansko upam, da kakršnakoli vlada bo v prihodnje, da bo te napore nadaljevala, ker mislim, da je to bistveno bolj pomembno, kot kakršnikoli levo-desni spori. Hvala. Zdaj pa vprašanje za gospoda Ciglerja Kralja. Kako ustvariti okolje, kjer si bo mlad človek upal ustvariti družino pri 25. letu, ne da bi bil odvisen od stanovanjske politike države? Kakšne odgovore bi pa vi ponudili? Ja. Kaj pravzaprav potrebuje mlad človek, ko začenja ali pa ko začenjata dva ustvarjati svojo družino? Na nek način
v politiki verjamemo, da potrebujeta neko službo, ne, stanovanje, pa eno, recimo temu življenju ali pa družini naklonjeno okolje. Ne. Zdaj, kot politik sem res prav osebno zavezan k temu, me osebno izziva, ne, kako odgovoriti na to porazno demografijo, ki pač jo delimo z številnimi ali pa z vsemi zahodnimi državami, pa tudi v Aziji, no, saj veste, Južna Koreja, Japonska in tako naprej, to so države ali pa smo države, ki pač počasi izumiramo. Ne. Veste, kaj sem ugotovil? Stanovanje je zelo pomembno. Je. Tudi služba, zelo pomembna. Ne. Še star slovenski pregovor, najprej štalca, pa kravca. Ne. Ampak nista to dva razloga, zaradi katerih bi dva mlada se odločala za, recimo, odpreti življenje in imeti otroka. Tretji razlog, življenju, družini naklonjeno okolje, pa s tem mislim najprej najožje skupnosti. Zgled iz lastne družine, iz svojega sorodstva. Izkušnja nekega, kako bi temu rekel, izkušnja mladega, da eno darovanje za drugega na različnih nivojih, ne samo to imeti otroka, ampak darovanje za drugega, pomagati nekomu, ki je nemočen, biti spremljevalec, družabnik nekemu starejšemu, invalidu, poskrbeti za nekoga, ki je nemočen, ki te ne more povrniti. In občutek, izkušnja tega, se mi zdi, da lahko potem dva človeka v mladi odraslosti, ko se odločata za snovanje družine, potem pripelje do tega, da se odpreta za imeti otroka, in seveda po želji, po neki naravni želji skupnosti in države za več otrok, ne? Po možnosti več kot dva. Ne? Torej, moramo mi začeti v bistvu pri temeljih. Ne? Jaz mislim, da že v tretji triadi, pač, ker družine ne zmoremo več, mi dva z ženo sva starša 4 otrok. Ne? Mi družine nismo več toliko skupaj s svojimi otroki, oba dela, oba sva v službah in tako naprej, kot smo bili nekoč. In mi moramo potem tam, kjer mladi ste, omogočiti to izkušnjo. Na nek način skoraj malo še pomagati v to, da v to izkušnjo stopite. Jaz mislim, da že v tretji triadi osnovne šole, v prostovoljstvo, v socialno prostovoljstvo, v različne dejavnosti, kjer se prostovoljsko, zastonjsko daruje za druge in občutiš sadove tega. In jaz mislim, da na to potem lahko posadimo pa politične ukrepe, to bolj dostopna stanovanja. Mi seveda verjamemo, da ta fond javnih najemnih stanovanj za srednji sloj je pomemben, ampak ne more biti pa nosilen. Mi moramo najprej sprostiti birokracijo pri pridobitvi sploh ustreznih zemljišč. Mi moramo omogočiti ljudem, da lahko v bližini svoje hiše ta mladi naredijo neko svojo hišo, recimo na kmetijah, na podeželju in tako naprej, ali pa nek prizidek, ker ljudje denar imajo, pripravljeni so investirati, zasebnega kapitala je tudi dovolj, ki je pripravljen to investirati. In ni treba, in tudi ni dobro, da bi samo država investirala v to. In drugo, treba je pač tudi omogočiti dovolj dobro podporo tem staršem, ki se že odločijo zaradi notranjega vzgiba za otroke in za več otrok, je treba pa omogočiti, da lahko dobro kombinirajo svoje zasebno in pa službeno življenje. To je pa tudi ključno dan današnji. Ne pričakuje vsak, jaz vam povem iz lastne izkušnje, pa tudi v takih krogih se gibava ženo, ne? Ko sva šla skozi obdobje malih otrok, sva iskala načine, kako bi lahko skombinirali to, da sva hkrati čim več z otroki, v zgodnji dobi več, potem pa vedno manj, ker potem so itak že malo bolj vpeti v ostale dejavnosti v šoli in tako naprej. In to je izjemno pomembno. Tu je Slovenija ena bolj zglednih, moram reči, ne? Je ena bolj zglednih, na to smo lahko ponosni. Tudi število mamic v zaposlitvi, mislim, da ima Slovenija je prva ali pa druga v EU, če je še, to je v redu, samo omogočiti jim je treba, da ne bojo pod pritiskom, da se ne bojo bale za službo, če bojo imele male otroke, ali pa da se ne bojo bale za bomo rekli, stanje svojih otrok,
če bojo v službi. A ne. In tu imamo še veliko rezerv. Jaz bi šel v smer, recimo podpore, v smer, torej v preteklosti smo na dober ukrep plačevanja prispevkov za do polovične delovne čase ali pa za izstop iz trga dela, ampak pri izstopu je drugače, pač tam so še vedno minimalni prispevki, ne? Pri delnem recimo umiku z trga dela, pri skrajšanem delovnem času zaradi starševstva, skrbi ali nege otrok, smo povečali iz deleža minimalnega prispevka na realni delež razlike prispevkov. Ne? Jaz bi šel dlje. Jaz mislim, da si tak par ali oče ali mati zasluži tudi neke vrste kompenzacijo tega izstopa ali manjše aktivnosti na trgu dela. Mi smo dovolj bogata država, mislim, da si to lahko privoščimo in da se gre v neke vrste tudi. Zdaj, to je nepriljubljeno ime, sam ne najdem zdaj trenutno drugega, kot nek univerzalni temeljni dohodek za starševstvo, zameno za starševstvo. To se mi zdi, da je taka temeljna dobra pozicija za državo v naši demografski situaciji, da bi to mogli razmišljati v to smer. In pa seveda tudi brezplačni vrtci, šli smo že na delno brezplačne, za tistega drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem, je brezplačen in za tretjega in vsakega naslednjega brezpogojno brezplačen. Jaz mislim, da si lahko privoščimo tudi popolnoma brezplačen vrtec, zato da mi te mlade razbremenimo finančne skrbi. Jaz se spomnim, kako sva bila v stiski, ko sva se odločala, malo manj financ, pa malo več časa skupaj, kvalitetnega časa skupaj, ampak v redu, mi dva imamo take vrednote, pa sva imela podporo lokalnega okolja, vsi pa tega nimajo. In država lahko potem v tem podpre in pride bliže. Ampak osnovni vzgib za otroke je pa drugi. In na tem moramo delati. Ne more samo politika tega narediti. Predvsem civilna družba in pa osnovne skupnosti. Pardon, sem predolg. Ja, lahko, zelo sem vesel, kolega Janez, da nisva šla v to desnica je za družine, levica je proti družinam. Ne? Nikakor. Ne? In te ukrepe, ki si jih navedel, kot je brezplačen vrtec, to tudi mi podpiramo. Ne? Brezplačen vrtec bi stal od 300 do 400 milijonov letno. Kako bi to naredil neutralno, tako da bi ukinul olajšavo za vzdrževane družinske člane. To je ena ideja. Druga ideja je, da bi olajšavo za vzdrževane otroke pa otroške dodatke združil v enoten dohodek, s tem bi lahko zagotovil večjo univerzalnost. Hočem reči, te politike na ravni družinske politike, mislim, da so nam podobne in tudi Slovenija kot taka in inštitucija Ministrstva za delo, ker jaz delam trenutno, pa ste tudi vi delali en mandat, smo izredno močni v Sloveniji na tem področju. Jaz osebno sicer menim, in tudi v tem mandatu se je nekaj naredil na skrajšanem delovnem času, na nadomestilu za izgubljeni dohodek, pa daljšem očetovskem dopustu. Moram reči, da ste bili korektni in ste kar veliko še tega, kar smo še zastavili takrat v prehodu. Do konca speljali, ja. Bi pa mogoče poudaril eno točko, kjer pa Bog ve, koliko bi se strinjali v prihodnosti, ne, tudi na področju delovnih razmerij. Ne. Mislim, da določeni mladi, pa tudi družine, bistveno manj časa preživijo s svojimi otroci zaradi delovnih obveznosti, pa tudi zaradi novih navad, ki so prišle z našo nenehno povezljivost, tako da smo nehno na šihtu. Jaz kot predstavnik svoje generacije, pa tudi mlajših, lahko poročam ravno o tem, da je izbira za družino povezana tudi s tem, da že vnaprej veš, da boš imel skoraj nič časa, da ga lahko preživiš s svojo družino. In tukaj mislim, da se moramo še enkrat pogovoriti mogoče o tem družbenem modelu, kjer sta oba starša, polni delovnik, nenehno odsotna, nadure in je zelo, zelo težko usklajevati poklicno in zasebno, predvsem pa družinsko življenje. In mislim, da bi se mogli začeti pogovarjati o tudi teh ukrepih, kot so skrajšani delovni časi. Pravica do vikenda recimo je ena naša pobuda. To pomeni, da bi vsak delavec imel vsaj enkrat na mesec možnost, da je za vikend doma. Mislim, da tudi v vseh sektorjih bi se to dalo. Tukaj bi treba nekaj posluha gospodarstva, ampak mislim, da mora biti tukaj narejen en dober korak naprej, če v Sloveniji želimo predvsem to zaščititi, družinski čas, ki ga starši lahko preživijo s svojimi otroci. No, tega zadnjega sem pa jaz tudi zelo vesel pri vas, da tudi tule imamo neko skupno točko. Ja, res je. Mi celo verjamemo, da je najboljše, vsaj v prvi dobi, od 3 let, da je otrok tudi doma s starši in da lahko starši si sproščeno to tudi dovolijo in privoščijo. Pardon. Še čisto na kratko, gospod Spruk, če imate kakšen komentar te stanovanjske politike, bi pa vse goste prosil, da
malo skrajšate vprašanja, ker imamo še precej zanimivih tem. Zelo na kratko, se pravi, kar bi dodal obema stranima, je predvsem to, da v Sloveniji pogrešam to, da bi bila gradnja stanovanj hitrejša. Mi imamo v bistvu malo bilo že omenjeno, se pravi, regulatornih birokratskih ovir, predvsem pri teh lokacijskih državnih načrtih. Tukaj je potrebno pospešiti gradnjo. Če vi greste pogledati statistike, Slovenija ima 3., 4. najpočasnejšo gradnjo stanovanj, se pravi, če vzamemo standardno stanovanje v Evropski uniji, in to poteka absolutno prehitro, prepočasi. In zdaj seveda, kar se pa tiče ustvarjanja družinskega okolja, se mi pa zdi, da oziroma nekako tudi z mojega vidika je ta model nekega univerzalnega temeljnega dohodka v starševstvu zelo dober, zato ker v bistvu ko človek postane starš, ga skrbi, se pravi, na eni strani stanovanjska problematika, na drugi strani pa seveda tudi v bistvu stanovitnost same zaposlitve. Zdaj imamo stran povpraševanja in imamo stran ponudbe. Zdaj seveda na strani ponudbe jaz tukaj pa bi rekel, da od gospodarstva pogreša malce več fleksibilnosti, se pravi malce več posluha, zato da v bistvu hibridne oblike dela niso slabe. Če vi greste pogledati v Sloveniji, kolikšen delež zaposlenih dela hibridno. Meni se zdi, če smo med najslabšimi državami Evropske unije, veste, z Grčijo pa z Romunijo smo skupaj izenačeni. To ni dobro, ampak zakaj? Ker ima Slovenija tak ekonomski model. Vi potrebujete inovativna, mala, startup, hitro rastoča podjetja, ki se izredno hitro prilagodijo. Zakaj je recimo Južna Koreja in Japonska navkljub demografski krizi? Zakaj ste v bistvu tako inovativni? Ker se znata hitro prilagoditi. In Slovenija tukaj ne sme postati speči zahodni slon, ki sledi slepo drugim državam, ampak mora se biti sposobna hitro prilagoditi in mladim staršem ponuditi globoko podporo, radodarno podporo. Tudi recimo jaz zelo podpiram idejo, se pravi, univerzalno financiranih vrtcev, zato ker v bistvu tukaj gre v bistvu za zelo pomembno investicijo, se pravi za nadaljno se pravi odraščanje samih otrok, in tudi se pravi omogočiti predvsem materam to, da v bistvu v obdobju porodniške odsotnosti niso dohodkovno obdarjene. Tukaj pa kako bi lahko naredili, se pravi, da bi imeli sistem, kjer ima v bistvu izpad dohodka zaradi porodniške, tukaj bi lahko takoj pokrila seveda država. Tukaj gre za dodatne fiskalne izdatke, to je res, ampak te izdatke so v bistvu tudi zelo produktivni in imajo zelo pozitivne same učinke na samo prihodnost in na same starše. Tako da sem toliko bi omenil, ker vem, da smo že malo s časom. Hvala. Naslednja tema je subsidiarnost. V krščanskem socialnem nauku je načela subsidiarnosti ključno. Država naj ne dela tistega, kar lahko naredi posameznik, družina ali lokalna skupnost. Socialistični model pa teži k centralizaciji. Kakšni so pa vaši pogledi glede na to? Saj ste že v bistvu, gospodična, vi pravzaprav nakazali. Krščanska demokracija, ki temelji na družbenem nauku cerkve, verjame v res moč subsidiarnosti. Torej, da rešuješ vsak izziv na najnižji možni ravni, kjer ga je možno rešiti. In s tem ne obremenjuješ višjih ravni. In to je po naše princip, ki vodi v uspešno in konkurenčno svobodomiselno družbo. In ta princip mi skušamo skozi svoje predloge politik, ukrepov preliti v čim več por naše družbene ureditve. Pa zanimivo, a veste, kje se po moje ta princip subsidiarnosti pojavil? Prvič, mislim, saj jaz, kakor jaz vem, glih nekaj sem bral zadnjič. Mislim, da v drugi Mojzesovi knjigi, tam, kjer Mojzes sodi, a se spomnite, so prišli tam v puščavo, šli so čez Rdeče morje in tako naprej, pa je enkrat en odlomek, Mojzes se usede in cel dan sodi o sporih med ljudmi. In potem pride ta njegov tast, mimo pride in reče, kaj pa delaš? Pa reče on, nič sodim, me rabijo ljudje, prosijo, da razsodim in tako naprej. Pa on reče, tebe bo pobral, ne moreš ti cel dan tle sedeti pa soditi, z matra ne moreš jesti in tako naprej, na dolgi rok to ni vzdržno. Ja, kaj pa naj naredim? Je rekel, razdel ljudi, manjše skupine in po nivojih in potem, kjer je možno, da oni to rešijo že prej, brez da do tebe pride, naj rešijo. Pol naslednji, ne vem, prvi nivo 5 ljudi, potem 10, potem 20, 100, ne vem, 1000, potem pa naj pride do tebe sam tisti, kjer moraš ti odločiti kot tista avtoriteta voditelja. In to se mi zdi, da je dobra vizija, preizkušen model, ki deluje že nekaj tisoč let
in zato si bomo zauzemali še naprej. Ja, zdaj mogoče bilo malo poenostavljeno rečeno. Jaz podpiram načelo subsidiarnosti v tem smislu, naj se reši v skupnosti, kar se lahko v skupnosti, naj se reši na lokalni ravni, kar se na lokalni, naj se na regionalni, kar se na regionalni, naj se državi, kar se lahko v državi in potem gor do Evropske unije in tako dalje. Ampak je bilo rečeno, kaj bi recimo bil za moje pojme, ena izmed nalog socialne države, in to bo zdaj mogoče za neko krščansko okolje zvenelo zelo trdo in socialistično, podružbljanje nekaterih družinskih funkcij. Zdaj to zveni zelo tako trdo rečeno, sploh mogoče za to občinstvo, ampak skrb za starejše, tipična družinska funkcija, ki jo podružbimo na način, da imamo dolgotrajno oskrbo, domove za starejše, storitve v skupnosti. Druga funkcija, skrb za otroke, tipično družinska funkcija, podružbljena na način, da imamo javno dostopne vrtce, šolsko vertikalo, podobno vzgoja in izobraževanje. To so stvari, ki so jih moderne države podružbile, zato da so lahko določen del prebivalstva, zdaj pa kakorkoli razumete, bodi si emancipirale ali pa zasužnile na trgu dela, ker so mogle določene funkcije družbe reproduktivne postati podružbljene, zato so ljudje lahko vstopili v produktivno delo. In tukaj mislim, da je zelo, zelo velika vloga tega pri osvoboditvi recimo žensk od tradicionalnih vzorcev. Dejstvo je, da ženske tradicionalno in tudi statistično prevzemajo te tradicionalne vloge družine na svoje ramena. Večinoma skrbijo za otroke, večinoma skrbijo za starejše, večinoma vzgajajo in izobražujejo. Vkolikor ima država te funkcije jasno, recimo podružbljene in sistemsko urejene, potem omogoča tudi ženskam, da se lahko osvobodijo recimo teh spon in da lažje potem prisostvujejo tudi v teh produktivnih delih družbe. Tako da na nek način je ravno vprašanje te subsidiarnosti lahko tudi na glavo obrnjeno. Mogoče je pa ravno funkcija družbe, da podružbi nekatere osnovne funkcije družine. A smem neposredno reči? Ja, saj vem. Ja, to se pa res trdo sliši in sploh ne gre skupaj s konceptom, bi rekel, s krščansko-demokratskim pogledom. V osnovi mora ostati osnovna vloga družine, ker to je vloga družine in to drži, bi rekel, skupnost v eni dinamiki, po Petersonu, prosto po Petersonu, v eni dinamiki, ki je gonilo zdrave skupnosti, če je država skupnost, v širšem pomenu. Mora ostati funkcija vzgoje otrok, primarno stvar družine, funkcija skrbi za starejše in nemočne. Država pa ponudi možnost, ne podružbljanje ali pa podržavljanje, ampak ponudi možnost tam, kjer pač družina tega ne zmore zagotoviti. Nikakor pa ne sme prevzemati na silo in vstopati, bi rekel, agresivno v to osnovno celico. Se opravičujem, če bi se mi dosti dolgo pogovarjala, bi se na koncu strinjala, po mojem mnenju. Dejstvo je namreč, da seveda nihče ne govori, da bi družini to funkcijo kdorkoli hotel odvzeti. Govorimo o tem, da dejansko obstaja realna možnost v družbi, da lahko da družina otroka v vrtec, zato da gre lahko starš v službo. Da lahko dobi družina pomoč države pri negi starejšega družinskega člana, zato da lahko ta družina še naprej kvalitetno sobiva. Država je seveda tukaj za pomoč, ampak mislim, da je izredno pomembno za emancipacijo posameznikov, da ta pomoč obstaja. V nasprotnem primeru imamo lahko koncepte, kjer je celotna socialna država se izvaja na nivoju družine. Temu se reče recimo socialne države nekega družinskega modela, kjer je recimo Italija en izmed takih primerov, kjer je zelo, zelo veliko funkcij socialne države vezano na družino in kjer ženske upravljajo večji del te skrbi. Tukaj govorim o podružbeni skrbi, govorim o tem, da se skrb nekoliko razprši na celotno skupnost, kjer vsi nekako solidarno k temu prispevamo na tak ali drugačen način, tisti, ki ne, neposredno pa prek davkov. Kolega Ivan bi bil presenečen, koliko v stereotipno tradicionalnih, recimo katoliških, krščanskih okoljih dan današnji moški, po mojem nadpovprečno prevzemamo te tradicionalno stereotipno ženske funkcije in sodelujemo in pri vzgoji otrok in pri ostalih gospodinjskih opravilih po svoji moči. Bi bil presenečen, ker po mojem nimate stika s tem okoljem, ampak se mi zdi, da je tu progresija od spodaj navzgor. Jaz imam stik s tem okoljem, imam pa tudi nažalost stik s statistikami. Jaz imam statistike, da kadar je otrok bolan,
pa je recimo najstnik, je 85% primerov je ženska tista, ki vzame bolniško, ne moški, od moškega kariera je bolj pomembna. Ne. In tudi ostale statistike kažejo, tudi pri krajšem delovnem času 95% so ženske tisti, ki vzamejo krajši delovni čas za skrb za otroke in tako dalje in tako naprej. Tudi recimo v razveznih postopkih, ne, le peščica, v resnici okrog 15% je moških, ki zahtevajo skrbništvo nad otroci. Ne. Tako da nažalost statistike kažejo, da čeprav obstajajo družine in tudi mi da jih poznava, ne, kjer se moški in ženska delita v te vloge, statistika v Sloveniji tega žal ne odraža. Opustil še koliko spruku, kaj je sploh Ja. Ja, veste, kako zdaj, jaz predal. kot ekonomisti radi pravimo, tudi pač pa razmerje med subsidiarnostjo in centralizacijo obstaja neka zlata sredina oziroma neka srednja pot, ne, se pravi, ki zdaj seveda ne prekomerna centralizacija pač teh javnih dobrin, ki jih pač nekako omenja, oziroma javnih storitev, seveda pač tudi sama po sebi ni dobra. Ne. Je pa treba se tukaj pač vprašati pač sledeče. Ne. Zdaj, ker je bilo so omenjene bile pač statistike, ne. Leta 2022 je Eurobarometer pač izdal novi, se pravi, evropski ta social survey, ne, se pravi pač to socialno anketo. No, in tukaj bi pa pritrdil ravno temu pač, kar pravite, ne. Se pravi, pri moških, predvsem mlajše generacije, prihaja do kar velikega obrata, ne, da čedalje bolj prevzemajo, kako bi rekel, te vloge, ki pač tradicionalno nekako ne sovpadajo pač oziroma po pač neki predstavi. Ne. Zdaj seveda, ali je to zadosti ali ni, ne, zdaj, če seveda tukaj zagovarjamo pač spolno nekako enakost, bomo rekli, da seveda še ne. Je pa pač za ekonomiste pač velik problem pri tej debati, ne, predvsem to, da številne evropske države imajo absolutno prenizko stopnjo rodnosti. Ne. In veste, če imate vi prenizko stopnjo rodnosti, veste, vi s tem pač v bistvu stvarite hude težave. Recimo, dostakrat je bil omenjen pač primer Italije, ne, in teh mediteranskih držav. Ne. Mediteranski ljudje imajo zelo radi otroke, ne, ker pa pogledate statistike, pa vidite, da se pač za otroke ne odločajo. Italija je slabša kot mi. Recimo španska pokrajina Asturias, ne, je postala absolutni rekorder v svetu in sicer prvi primer regije, kjer je rodnost dosegla manj kot enega otroka na žensko, 0,86, če so moje statistike seveda pač natančne. Ne. In zdaj seveda, ne, tukaj je vprašanje, zdaj seveda, ne, na drugi strani imamo seveda dolgotrajno starostno oskrbo, ki jaz mislim, da pač tukaj nekaj problema seveda pač reši, to je pač jasno. Po drugi strani moramo pa tudi seveda pač vedeti, da prekomerno, če pa država tukaj začne preveč prevzemati teh vlog, pa tudi seveda pač ni dobro, zato ker seveda primarna celica je še vedno pač družina, v takšni ali drugačni obliki, ne, in tukaj je pa potrebno predvsem voditi z zgledi, ne, in tudi tukaj jaz recimo, če greste statistike v teh surveyjih gledati, ne, pri starših, recimo v zahodnih pač družbah, ne, se predvsem pri očetih nekako pogreša zgled, ne. Odnos, ne, enakopravnost do nežnejšega spola je nekaj, kar se nauči seveda pač v družini. Ne. Če to država začne prevzemati pri 18-19 letih, je to že absolutno prepozno. Ne. In tukaj je pa seveda pač nekaj, kar je na zahodu, tudi Niall Ferguson je imel zadnjič super predavanje pač o tem, ne. Govorimo o krizi vrednot. In enkrat, ko imamo mi krizo, vam lahko povem primer, ne, smo imeli pač, sem imel lani predavanja, ne, in me študentka vpraša, če imam družino. Sem rekel, imam čudovite otroke. Ne. Prav, veste kaj, vse družine ste pa tisti, ki ste konzervativni. Čakajte malo. Ne. Sem rekel, kako bomo pa zdaj pač odločitev za družino, pač kakorkoli pač vezali na politični pogled. Ne. Pač ljudje, ki so konzervativni, ki so pač bolj socialdemokratsko usmerjeni, kakorkoli pač se odločajo za družino. Zelo radikalni levičari se odločajo za družino. Ja, vseh spektrov, vseh barv, usmeritev in ne vem, zakaj bi to zdaj seveda pač bilo, sploh se pač bilo pa treba vezati pač na takšno vprašanje. Ne. In tukaj jaz vidim pač kriza vrednot. Ne. In kriza vrednot, jaz sem zadnjič pogledal statistike, ne, v Sloveniji imamo izrazito strmo rast ločitev. Ne. Če se zdaj ne motim, se pravi, po 5 letih pač zakona, če se ne motim, smo zdaj na 33-34%, ne, ki razpade. To ni v redu. Ne? Ni v redu zaradi tega, ker seveda na eni strani država rešuje te probleme ex post, ex ante pa seveda nastajajo seveda v družini. Ne? In kako tukaj pač rešiti, ne? Zdaj ekonomisti so dostikrat študirali, imamo vedenjske strategije, imamo kaj drugega, ne? Predvsem je potrebno, tako kot ste tudi prej povedali, malo pomisliti tudi na drugega, ne samo pač nase. Ne? Jaz danes, recimo, imam študente v predavalnici, vedno sprašujejo, a se mi to splača, a je ta karijera boljša, koliko se mi splača. Ja, veste, treba je tudi delati to, se pravi ta the economy of giving, ne, se pravi, tudi treba je nekaj dati od sebe. Ne imeti seveda pač vstopiti v življenje z neko hladno cost-benefit računico ali pa kalkulacijo. Ne.
In izkazalo se je seveda tudi tiste družbe, kjer posamezniki več dajajo, ne, so bolj kohezivne, si bolj zaupajo med sabo in kar je najpomembneje, ne, imajo nizko delovno pa socialno polarizacijo. Ne. Zakaj mislite, da je ZDA zašla v tako krizo? Ne zaradi tega, ker to tukaj na levi poslušam, zaradi neoliberalizma, to je larifari. Ne. ZDA je všla v tako krizo družbe, kot je, zaradi tega, ker ima izrazito polarizirano družbo. Imate v Washington DC-ju starše, ki se v šoli pritožujejo, zakaj je njihova šola tako rasno homogena, sami belci so v šoli. Potem jih pa jaz vprašam, zakaj pa ne pošljete otroka v rasno mešano šolo? Ja, to pa ne. Ja. Pa imamo problem v izhodišču, ki izhaja iz domnev. Ne? Zato, ker pač veste, v slabšo sosesko to pa ne, ker pol bo pa pač odvisno, kaj si bo moj kolega ali pa moja kolegica mislila, kam otroke pošilja. In to je problem. Da družbena kohezija, tukaj je Evropska unija oziroma evropski model po drugi svetovni vojni, predvsem na osnovi tega nemškega socialno-državnega oziroma socialno-gospodarskega modela je naredila velik napredek. Ne? Lahko imamo skandinavsko varianto, pa imamo kontinentalno evropsko varianto. ZDA tega ni imela in pri njih socialnega kontrakta ni. In se seveda pač, ko se nam socialni kontrakt, socialna pogodba poruši, je pa za populiste vseh variant, levih, skrajnih, kakršnih koli desnih, to odprta pot, ne, na oblast. In to je pa tisto, kar mene najbolj skrbi pri tem vprašanju. Ne. Ali smo v Sloveniji sposobni politične konflikte, ki jih imamo med sabo, ne. Jaz tudi zdaj vidim, recimo, ne veste, te platforme X pa TikTok in tako naprej, veste, pa se tega se tudi odpreti ne upate. Je to samo sovraštvo. Ne. A je toliko težko imeti, zdaj pač imamo to alternativo, Blue Sky, ne, civilizirano diskusijo. Se ne strinjamo, super, da se ne strinjamo, gremo iskati rešitve, gremo se pač zbliževati. Ne. Tukaj pa vidimo, da pač na eni strani socialni mediji, na drugi strani pa seveda tudi kdaj politiki, ne, od te negativne odvisnosti seveda pač računajo na pač neke koristi in to ni prav. Ne? Ni prav, v katerokoli smer gre. Ne? In zato je pač mene tukaj resno skrbi, se pravi, ali bo ta polarizacija v Sloveniji eksplodirala in samo, če si dovolj med sabo zaupamo, si pomagamo, ne vidimo v nekomu, s katerim se nekaj ne strinjamo, sovražnika, sogovornika, poiščemo rešitve, tako lahko konstruktivno prispevamo v boljši prihodnosti. Ne? Vse pa to začne, kot sem že povedal, pač v družini in če je v družini to urejeno, na ravni osnovne celice, potem je to za samo državo veliko lažje, ne? Se pravi, te probleme reševati ex post, se pravi, potem. Hvala. Zdaj pa še vprašanje iz publike. Kakšno bi po vašem mnenju moralo biti razmerje med minimalno plačo in maksimalno socialno pomočjo za tiste, ki ne delajo, da se ljudem še splača delati? Pa kar, če lahko začnemo tlavo. Ta tema, v redu. Torej, vprašanje je povezano z tako imenovanim pastjo neaktivnosti oziroma osnovno motivacijo za delo. Zdaj, kakršenkoli odgovor na to vprašanje je fajn vedeti, da ima Slovenija trenutno praktično najnižjo stopno brezposelnosti v Evropi, sploh med to delovno aktivno populacijo med 18 pa med, mislim, da 55. Ne? V tem rangu smo izredno delovno aktivni, tako da ne more držati teza, da Slovenija svojo socialno politiko ne motivira ljudi za delo, če imamo hkrati eno izmed najvišjih stopnj delovne aktivnosti. To je ena. Drugo, težko je faktorje motivacije reducirati zgolj na to, kakšna je razlika med enim in drugim dohodkom. Zdaj, mi imamo v Republiki Sloveniji tako narejeno, da ta razlika seveda obstaja. In tudi tisti, cel kup ljudi je tudi taki, ki so na minimalni plači, pa poleg tega prejemajo še socialno podporo. Ne? In ti ljudje pri socialni podpori dobijo tudi dodatek za aktivnost, ki jih ločujejo od tistih, ki pač nič ne delajo. Ne? Mislim, moje izhodišče je, da more Slovenija za to, da uresniči svoje ustavno načelo, da je socialna država, tistim, ki tako ali pa drugače ne more do dohodka neko minimalno raven preživetja nuditi. Zdaj, tukaj bomo prišli slej ko prej do te dileme, da je nek minimalen nivo preživetja pač tak, kot je. Ne. Trenutno je socialna pomoč pri 490 evrih. Že naši novi izračuni minimalnih življenjskih stroških kažejo, da se s tem ne da preživeti. Ne. Zdaj, problematizirati to višino, jaz mislim, da to ni prava pot. Ne. Prava pot je, mislim, da ustvarjati po eni strani dovolj visoko minimalno plačilo za delo, potem posredno, tukaj država nima toliko mehanizmov. Pri minimalni plači ima država neposredni mehanizem, ki vpliva na plače v zasebnem in javnem sektorju, minimalna plača. Vse ostale plače v zasebnem sektorju so odvisne od kolektivnih dogovarjanj in tukaj država nima neposrednega vzvoda, seveda ima preko davkov in tako take posredne vzvode, neposrednega pa ne. Tudi odkar smo v Levici zagotovili te dvige minimalne plače v preteklosti, smo lahko videli prelivanje tudi v dvig drugih plač. Tako da
ni samo razlika, ne, nominalno gledano, tak, ki bi jo mogoče se dalo ne pogovarjati, je tudi vprašanje vključenosti v družbo, pa delovnih pogojev, pa tega, da motiviramo ljudi, da bi sploh radi nekje delali, da se počutijo vključene, spoštovane in tako naprej. Ne. Zdaj, če gremo samo na razliko med minimalno plačo pa med socialno pomočjo, gremo v bistvu na vprašanje preživetja. Ne. Bodi si ti odrečemo preživetje, pa boš delal nekje v neki zaprti kuhinji 12 ur na dan, da boš dubu za preživetje, ali pa se raje vprašamo, dajmo narediti sistem, kjer ljudje v resnici pri delu vidijo neko vrednoto, neko vključenost v nek kolektiv, neko možnost strokovnega pa tudi drugačnega napredovanja. No, tako da mislim, da je vprašanje te motivacije za delo malo bolj kompleksno kot zgolj vprašanje med minimalno plačo pa socialno pomočjo. Razlika med razvitimi trgi dela pa manj razvitimi je to, da pri razvitejših ni več ključna postavka plačilo za delo, ne? Ampak drugi pogoji dela pri zaposlovalcu, ki jih ponudi, zato da ga motivira za delo. Mi pač še nismo najbolj razvit trg dela in je plačilo izjemno pomembno, ne? V Sloveniji. Zdaj, kaj je definicija denarne socialne pomoči? To je v osnovi kratkoročna pomoč nekomu, ki se mu je zgodila neka strašna situacija, ki mu pomaga premostiti neko krizo, ne, in mu nadomesti tisti izpad dohodka, ki ga pač sam ne zmore zaradi različnih razlogov pač ustvariti. Imamo mi v Sloveniji še en inštrument, ki se preredko omenja, ker za te kratkoročne krize je za prej zaposlene, tiste, ki so vsaj neki let, pogoji so postavljeni, oddelali in plačevali zavarovanje. Obstaja tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. Ne? In to ni denarna socialna pomoč. Ne, ni, to je prejemek iz zavarovanja. In jaz vidim problem to, da se zamenjuje zadeve. Ne? Pri tem nadomestilu za primer brezposelnosti je zelo pomembno, da je čim bolj, bi rekel, še podoben vsaj v nekem obdobju, kratkem obdobju, čim bolj podoben prejemku, ki si ga prej prejemal iz zaposlitve, ne? Potem pa se recimo z časom ustrezno niža, zato da pač nekako pomaga v prvem kritičnem obdobju, potem pa da manj motivira ostajanje v brezposelnosti in bolj motivira odhod v zaposlitev. Denarna socialna pomoč je pa v osnovi namenjena tistim, ki pač si sami res ne zmorejo pomagati. Po domače se temu reče, da so dela nezmožni, ne? Ali pa manj zmožni. Ne? In zdaj v Sloveniji je tako, da številni pridejo, recimo, da so dela zmožni, pa se z izogibanjem in izkoriščanjem nekih bi rekel, administrativnih in zakonskih fint, izigravanjem, pride tudi do tega, da pač ostajajo v prejemanju denarne socialne pomoči, pridejo že na, koliko so bili izračuni, zdaj se ne spomnim točno, ampak še, bi rekel, pred par leti, se mi zdi tudi na skoraj 80% minimalne plače in z raznimi dodatki za aktivnost in tako naprej. S tem se veliko, lahko rečem, tudi nenadzorovano špekulira, ne? In to gotovo ni motivacija za to, da bi se nekdo tudi morda manj dela zmožen zaktiviral. Tisti, ki pa niso dela zmožni, pa itak se ne morejo. In tem je namenjena denarna socialna pomoč. Menim pa, da tisti, ki so pa zdravi, pa dela zmožni, pa jaz mislim, da zdajle ob taki polni zaposlenosti, ki ste jo omenili tudi, državni sekretar, ne, ni vprašanje. Oni bi pač po neki naravni poti mogli hitro biti motivirani in jeti v zaposlitev. Torej, to zdaj težko govorim o dejanskih razmerih, kakve bi mogle biti, ampak ključno je, da je vse tako postavljeno, da motivira, da zdravi pa dela zmožni grejo v zaposlitev. Zdaj samo, kar bi jaz tukaj še dodal, se pravi, mene vedno pač v Sloveniji, pa tudi v teh podobnih državah, kot je Španija, vedno skrbi za to, ko se pogovarjamo o minimalni plači. Ne? Zakaj se mi ne pogovarjamo, se pravi, kako povečati povprečno plačo vsem, se pravi, zakaj se ne fokusiramo na povprečno plačo. Ne? Zdaj, kar se tiče minimalne plače, jaz sem tukaj naredil dosti raziskav, pač lahko malo več, kako bi rekel, povem. Ne? Dvig minimalne plače je vedno problematičen. Ne? V celoti ne vidite nobenega učinka na zaposlenost ali na
brezposelnost. Ko pa greste gledati, katere dejavnosti so najbolj udarjene z minimalno plačo, so pa ravno tiste, ki so najmanj produktivne. V Sloveniji imate 33,8% podjetij, ki izplačujejo minimalno plačo. Če gremo 10% nad minimalno plačo, je prejema skoraj 36% Slovencev. Ne? Zakaj je to pač sama težava? Težava je to zaradi dveh stvari, ker imamo tudi tukaj problem na strani podjetij. Ne? Veste, pač da podjetja izplačujejo minimalne plače, ni samo pač rezultat zahtev sindikatov ali pa recimo, ne vem, pač davčnih novih omejitev in tako naprej. Je tudi rezultat tega, da imajo slab poslovni model, da so neintegrirana v globalne ponudbene verige. Ne? Pojdite vprašati slovenska podjetja, ali so kdaj integrirana v raziskovalne mreže, v najbolj nišne produkte, v najbolj nišne panoge, koliko od njih je vključenih v Horizon projekte, noben. To treba malo zbrcati, ne? Seveda, ne, ko pa, seveda, in enkrat, ko vi pač poženete ta motor produktivnosti, ne, veste, potem sploh ni težava, ali bo minimalna plača zdaj 1200 ali 1500, ni nobene težave. Če pa imate razmere, kakršne seveda pač imamo, pri nas v Sloveniji zdaj, v teh letih moramo povedati, da minimalna plača pač seveda pač je ovira. Ovira je predvsem zaradi tega, ker sektorjem, ne, ki zdaj, ko je bila povečana minimalna plača, ne veste, se ta sektori ne bodo takoj zmanjšali zaposlitve, ne, ampak izkušnje iz ZDA so pokazale, da recimo tudi Zohran Mamdani, veste, ta novopečeni župan New Yorka ima to idejo, ne, da bo z letom 2030 uvedel minimalno plačo $30 na uro. V čem je težava? Ko vi to uvedete na sektorje z nizko margino, se pravi z nizko maržo, kjer imate popolnoma nizko produktivnost, visok pritisk stroškov dela, ne, se vam bo zgodilo, da se bodo te sektorji izrazito hitro avtomatizirali. Če greste v McDonald's, zdaj že vidite, recimo tle v Ljubljani, da vam zdaj služi robot streže. Ne. Jaz sem prav, to je lepa prihodnost. Ne, to ni lepa prihodnost. Veste, tako delodajalci testirajo, pač ne, ali je zdaj dražji robot, ali je zaradi dviga minimalne plače, ker večino teh ljudi dela na minimalni plači, ali cenejši pač ta delavec. Ne. Zato je pomembno tukaj, se pravi, da gremo, meni je bliže, se pravi, model Nemčije, Švedske in sosednje Italije, kjer vi minimalne plače v zakonu, se pravi, zapisane nimate. Imate pa, da ne bo pomote, ne, imate pa sektorsko določene, izrazito striktne pogoje. Kolektivne pogodbe. Tako, sektorsko diferencirane pač pogodbe, ki zagotavljajo ustrezno, dostojno plačilo in preživetje. Ker mi morate vedeti, če imate vi, in tukaj gremo zopet nazaj na subsidiarnost, ne, če imate vi nacionalno določeno minimalno plačo, pač seveda pač eni sektorji bodo to lažje prinesli, drugi pa pač ne. In ne moremo, res je to nevarno, ker lahko pač instrument postane proti, kako bi rekel, gre proti svojim ciljem in namenom. Ne? In zaradi tega bi jaz tukaj pač rad, da gremo, se pravi, v bolj decentraliziran model, gremo to določati na ravni sektorjev in namesto, da se pogovarjamo o minimalni plači, izkušnje so pokazale, veliko bolje je, ne, in tudi jaz sem to že večkrat političnim strankam predlagal, dajte zapisati formulo o minimalni plači v zakon. Minimalna plača ne sme prehitevati produktivnosti, mora zaostajati, težava pa tukaj je, da Slovenija za jedrom Evropske unije že 20 let zaostaja. Ne. Niti na 2/3 delovne produktivnosti nismo. To ni zdaj seveda, ne, kot pač radi velikrat slišimo, posledica tega, da so delavci leni in tako naprej. Ne, je posledica pač na eni strani prekomernih zahtev sindikatov, na drugi strani pač seveda slabih odločitev pač tudi podjetij. Ne. In tukaj moramo delovati v sinergiji. Bolj produktivna podjetja, boljši poslovni model, večje vključevanje v raziskovalne inovacijske mreže. Ne. Zakaj morajo danes podjetja, pač, veste, včasih je bila ta dilema, ne, iščemo ljudi, ki kaj znajo, kaj z rokami delati, veste, to v podatkovni dobi pozabite. Ne. Važno je, znate programirati, ste dober koder, a imate dobre digitalne spretnosti, znate kaj pač skupaj sestaviti, ne, kakšno kodo lepo spisati, ne, in potem kako pač svojo poslovno idejo, ki jo imate, izredno hitro prenesti na trg kapitala. Ne. To je najbolj pomembno. Ne. A je minimalna plača zdaj gor ali dol, to ni pomembno, ampak v teh razmerah, ki jih Slovenija pač ima, Slovenija pač zaostaja še vedno za povprečjem Evropske unije, je pa nažalost pomembna in nažalost v teh razmerah to dvigovanje, po mojem mnenju, je veliko boljši ukrep kot dvigovanje minimalne plače, ciljani fiskalni transferi. Če pa želimo imeti ciljane transfere, moramo imeti pa v zakonu zapisano, kaj so minimalni dostojni stroški življenja, ki nobenega ne puščajo v revščini. Dve besedi. Zdaj, mogoče se bo radikalno slišati, ampak zdi se mi, da ni prav, da ljudje živijo svoje življenje za ekonomijo. Kot neki hrčki v sistemu, ne, v New Yorku človek z redno službo spi v avto. Zdi se mi prav, da je ekonomija tukaj za ljudi. Ne? In ko pridemo do neke točke, ko se soočamo, da ljudje ne morejo preživeti skozi mesec svojo plačo, je treba postaviti te ekonomiji neke meje in reči, tokle mora biti plača za vsakega, ki dela. Pa naj se potem kapitalizem znajde, ker ta kapitalizem se boje zelo dobro prilagaja na vse žive okoliščine. Ne? Nam je pomembno, da postavimo jasne predvidene. Če nekdo 40 ur dela, oprosti, mora priti tako čez mesec, da si ne sposoja za bencin zadnjih 14 dni v mesecu, da lahko pride sploh čez. Ne. In vseeno, ne, jaz razumem, da so lahko nekatere posledice,
kako bi temu rekel, negativne za nek sektor ekonomije. Ampak mislim pa, da je naloga politike, da reče, to so minimalni standardi. Ja, ampak potem pa imate pa recimo problem dviga minimalne plače v vseh evropskih državah, da se to takoj prenese v višjo stopnjo inflacije in s tem realno Tudi to bi rekel, da če dava raziskave na plano, da je zgolj manjši delež se prenese v inflacijo, ker trenutno so inflacijski pritiski tukaj ne samo zaradi dviga minimalnih plač, ampak kupne moči prebivalstva, ampak zaradi nekih večjih svetovnih razmer. Geopolitičnih in okoljskih. Se pravi, prenos minimalne plače v inflacijo je 0,95 za Slovenijo v zadnjem letu izračunano strani OECD. Se pravi, 1 evro dviga minimalne plače se v 95% prenese v stopnjo inflacije. In zaradi tega imamo težave s skupno močjo, da potem na koncu meseca, tako kot ste pač omenili, si morajo ljudje zdaj sposojati s temi anomalijami pač denar za to, da lahko plačajo, pokrijejo osnovne stroške. Prosim, 2 stavka še vsak, no, prosim. Dviganje se minimalna plača realno ni dvignila, medtem ko so pa stroški zrasli tudi do 30%. Kolega Juvan, problem pri administrativnem in nominalnem dvigovanju minimalne plače je to, da večino od tega nima tisti delavec ali delavka, ampak ima večino od tega država. Zdaj, ko boste... Osnova za plačilo prispevkov se ni... Če smem, zdaj bo 1000 evrov torej neto, ne? Ampak 700 evrov od bruto bo šlo državi. A je to pravično? Skoraj, glejte, to je več kot 2/3, ne? Tega, kar dobi od svojega zaslužka delavec, bo šlo državi. Torej, dvigne se predvsem to. Da ne govorimo o tem, kar je verjetno kolega mislil, ne? Da bo hitro priliv v više cene vrtcev, više cene nekaterih storitev, kjer so pač prejemniki minimalne plače in tako naprej. In to bo potem tudi rezultiralo v večjem bremenu za vse, ki koristimo te storitve. Verjamem v razbremenitev, višjo splošno davčno olajšavo, da se strošek delodajalca ne poveča in imamo vsi več, pa smo bolj zadovoljni. Je to lahko dobra investicija države v to, da prepreči potem prelivanje. Naprej še nekaj, kolega Juvan, verjetno se boste strinjali, rekli ste, enka je minimalec, ne? Zdajle je minimalec že skoraj 7-ka, ne? 6-ka, 7-ka. To spet, a veste, če greš ti v administrativno poviševanje, se ti skozi rušijo eni koncepti, predvsem pa, lejte, še neki, ravno to varianto, bi rekel, kolektivnih dogovarjanj in samo enega ohlapnega izračuna, bi rekel, pod kater nivo ne sme pasti, torej kaj so potrebni življenjski stroški mesečni, smo zasledovali tudi v tem, ne nazadnje, zanimivo, krščanski demokrata, to si marsikdo ni predstavljal, ko smo dogovarjali v svetu Evropske unije z vsemi ministri, to pomeni bogata razvita Skandinavija, revni jug, prizadeti vzhod in razvajeni zahod, pa smo dogovorili eno direktivo o minimalni plači, ni idealna, smo se zelo dolgo pogajali, ampak noter je glih ta koncept. Pa se naša izračun? Ja, sam jo nominalno določite in administrativno večate in s tem obremenite. Gospod Cigler, saj bi lahko nadaljeval, to je nova okrogla miza lahko. Tako da vsem, glede na to na čas, bi jaz rekel, da je mogoče vsem čas, da na tem mestu zaključimo, tako da res se vam vsem zahvaljujem za udeležbo, za vaše misli. Hvala tudi vam, poslušalcem, ki ste prišli. Pa lep dan še naprej.